a uresničujem svoje potenciale, a sem srečen v življenju. A se lahko to posameznik vpraša, če je v minusih, limitih, kreditih, pa ne ve, kako bo jutri položnice plačal oziroma nahranil svoje otroke. No way. No way. Dokler imaš ti vsem skupaj, jaz Matjažo, enkrat sva se srečala, ne, še Simono Fabijan, ki je bila tudi gostja v decembru, da bi za en kamp skupaj organizirali, pa pol, ne vem, tista ideja, ne vem, če je šla čez pol, ni še šla. Ni še šla, tako Ni je. še šla, ja, tega. Bomo jo še en dan zagnala, ne. Cool. Tako da ja, to je to, povabil sem ga zakaj, ker pač tudi, ker poznam Žigata, ki je bil tudi gost pol januarja, mislim, da tam nekje. In mi je več povedal o tebi in rekel, koliko si izjemen, tudi jaz, ki te tako spremljam, Iris poznam, ki je tudi rekla, da si pač izjemen, ne. In pa, ki te tako spremljam, vidim, da si res tako, bi rekel, finančni svetovalec z dušo, pač res ti je tu strast, ker tu deliš na smehom, ni zadnji slišati nobenega pohlepa, in pa sem rekel, pač za nekoga, ki ga tu zanima, pač jaz trenutno pač ne poznam boljšega človeka. Lahko da komu delam krivico tle, se upravičujem, ampak pač zato si tle, tako da se res veselim današnjega pogovora. Bi še ti karkoli rekel, preden začneva? Ja, jaz moram najprej reči najlepša hvala za tako lepe besede. Tudi ljudi, ki si jih naštel, ja, so dejansko ljudje, s katerimi določen del stvari delamo, tako da če so oni rekli, pol lahko potrdiva. Ja, zagotovo bi dodal, jer ne to, da omenil si eno stvar, ki se mi zdi najverjetneje ključna, omenil si z dušo, se mi zdi, da v vsakem poslu prepoznaš človeka, ki res verjame v to, kar dela in gori za to, kar dela. Enostavno je nemogoče to fejkati ali pa lahko neko obdobje na dolgi rok je pa to nemogoče. Jaz moram res iskreno priznati, da sem vesel, da sem se našel v tej branži, v kateri delam. Ja, to, da pa prihaja ena drugačnost napram branži, ki jo sicer poznamo po nekih kriterijih, je pa ravno ta, da je bilo moje vodilo vedno, da bi želel nekomu biti partner na tem področju, kot bi si ga jaz sam želel. In ja, tu človeškost pri financah odigra največjo vlogo. To je tako visoka raven zaupanja med klientom pa med svetovalcem, že skoraj kot da bi bil pri odvetniku in mu zaupal nekaj res skrite stvari ali pa skrivnosti, in se mi zdi, da tu na tem področju mora biti človeškost še toliko bolj prisotna. Tako da ja, kaj ne rečem, zelo vesel, da sem se našel, in če delaš eno stvar s srcem, potem verjameš, da to slej ko prej prepoznavajo tudi ljudje. Tako da ja, absolutno hvala za ta super obotno. The best, super. Zdaj bomo šla raziskati, kako si prišel do tega, kar si nam glihkar povedal, a ne? Pač ni pač bi rekel, ni po defaultu tam, ni, a ne, mislim je, ko smo mehni, tako je moj ta mal zdaj, pa tvoje punčke, ta mala, ta večja ima verjetno že neke filtre, a ne, že ona ve, kaj je prav, kaj ni, a ne, pač konkretne filtre. Ja, že malo manj, bi lahko rekla malo manj odprto, ampak še zmeram veliko so dosti najpopisani listi, tako da ja, pol kasneje pa se zna to zgubiti zaradi takšnih in drugačnih vzrokov, ampak okej, daj nam malo predstav, kakšen je bil Matjaž Tamulak, ki je bil najstnik, ki se telo začne spreminjati, ki ljudje rečejo, zdaj počasi bo prišel pa to vprašanje, ki boš mogel vedeti, kaj boš delal naslednjih 40-50 let, a ne. Pa seveda punce, odnos starši v šoli s profesorji, kako si ti doživljal tisto obdobje? Najstniško. Ja, zelo dobro vprašanje. Razmišljam, kje zdaj uokviriti pa povedati tisto, da bo smiselno, in seveda ne samo, da bo smiselno, da bo sporočilno tudi to, kar dejansko je. Ja, Jernej, mogoče bi začel tukaj, kjer lahko potrdim, da je vsem ljudem, ki enkrat dosežejo nek uspeh v življenju, zelo velik faktor, kakšno je bilo otroštvo. Zdaj, naj ne bom razumljen narobe, ampak ja, definitivno pri meni so bili segmenti sploh v otroštvu in potem posebej v odraščanju, ki so bili težji od, recimo, če bi jih primerjal z neko večino populacije. Tako da jaz sem za te stvari
ko jih danes pogledam nazaj, izjemno hvaležen. Hvaležen sem že zelo dolgo obdobje za te stvari, ki so se takrat dogajale. Kot najstnik pa moram reči, da sem jih takrat seveda sprejemal popolnoma drugače. Sami odnosi v družini so se nam dosti vrteli okrog denarja. Kako zanimivo, ne? Ne glede na to, mi smo imeli eno res posebno situacijo. Jaz sem že zelo malimi leti začel pomagati pri očetu. On je imel poleg osnovne službe tudi popoldansko obrt, krovstvo in kleparstvo. Torej sem že kot mulc nekje pri 5 letih imam prvo slikico, kjer sem stal na vrhu strehe in pomagal pač očetu pri tem delu. Od takrat naprej recimo se spomnim 2 ključnih dejavnikov, da je bilo treba zelo zgodaj vstajati, vsak vikend iti očetu pomagati, zato da je pol na koncu pač nek denar prišel. In ko ta denar prišel, žal celotna družina ni imela nekega znanja, kako del tega, kar prihaja, obdržati, potencialno povečati za neko varnost v prihodnosti. Ampak ne glede na to, koliko je prihajalo, ne, iz tega dela, ki smo ga v bistvu z očetom opravljali toliko in toliko let, ne, pri vsakem nekem večjem nakupu dopustov in tako naprej so znali biti malo izzivi, je malo zaškripalo, kaj zdaj pa tega ni. Ne? In to je precej zaznamovalo dejansko moje otroštvo. Ne morem reči daleč od tega, da smo bili revni, ampak ni bilo pa tistega mogoče presežka, ki sem si ga jaz želel. In ko se je začelo, kot si omenil, telo spreminjati, mi je bila v bistvu zelo dober izhod to, kar sem pomagal očetu. Oče je namreč to ceno me znal tudi nagraditi z nekim plačilom, tako da sem sorazmerno zelo hitro se v življenju naučil, da če neko delo opraviš, lahko tudi nek denar dobiš in ta denar, Madonna, če ga imaš, ne, si lahko pol z njim nekaj kupiš. V najstniških letih, ne, če si znaš predstavljati, ne, je bila moja zelo velika želja si končno v sobi, ki sem jo imel, kupiti televizor pa videorekord, da bi jaz lahko pač sam zvečer, ne vem, pogledal kak film in tako naprej, ne. In jaz se spomnim, da ni bilo meni položeno zdaj, ne vem, denar na mizo, pa rečeno, ja super, dajmo mi iti zbrati, pa ti to kupimo. Ampak je ata rekel, ok, imamo tu, ne vem, 300 metrov od naše hiše eno podjetje, takrat z lesarsko industrijo se je ukvarjalo, lahko greš počitniško delo pomagati. Jaz sem šel 3 mesece delati, si nabral tok, da sem lahko to v bistvu kupil. In takrat dobil tisti prvi nek občutek, da lahko z delom, ne, samostojno se odločam malenkost drugače, kot pa bi to želeli starši. Namreč zdaj se moram vrniti nazaj v zgodbo, kjer je oče v tem podjetništvu, tej obrti, ki je bila doma, pač logično videl svojega naslednika. In res hvaležen očetu za vso disciplino, za res muke vstajanja, včasih čez vikend ob nemogočih urah, da je bilo treba iti delati, ampak vidim danes in že kar nekaj let, ne, koliko so te stvari v meni ostale, pa koliko so mi koristile, ampak seveda v obrti kot takšni se pa absolutno nisem našel. Jaz sem že tekom srednje šole opazil, da sem po mami, ne, podedoval ta nežnejšo plat. Mama je bila igralka, ukvarjala se je z gledališčem, branjem, poezijo in tako naprej, risanjem. Ona še danes nenormalne količine stvari ustvarja v svojem življenju za svojo dušo. In ne, v mojem, bi rekel, nasledstvu sina je sicer bil en čiv, zdrav najstnik, ampak glava je pa želela iti v veliko bolj umetniško smer. Tako da so se potem tekom najstniških let, moram reči, da odnosi doma prvič res konkretno najbolj skrhali takrat, ko sem jaz prijavil v 3. letniku srednje šole, da grem študirati filozofijo, kar je bilo očetu logično popolnoma nesprejemljivo, ker kako si boš pa s tem študijem v bistvu lahko pomagal, kaj boš sploh v prihodnosti lahko delal. Imel sem pa že podlago, Jernej, da poleg dela pri očetu, pa poleg gledaliških iger, takrat jaz sem iskal kot mladostnik izhod izključno v kulturi. Dosti je bilo gledališkega udejstvovanja, iz tega, bi rekel, je tudi družinsko naš Igor Štamolak, kot moj bratranec, ki je uspešni igralec v Kopru, tako da nekaj očitno v tem delu krvi obstaja tudi teh talentov. Najbolj sem se pa našel, ne boš verjel, da sem lahko vse svoje frustracije zlil v poezijo, takrat taka bolj temačna, mračnjaška, in dejansko srednja šola je bila precej prelomna, ne samo zaradi te odločitve potem naprej študiranja filozofije, ampak tudi zaradi tega, ker sem doma dobil občutek, da želim bolj slediti svoji poti, kot pa tisti poti, ki so jo nekako zame videli starši. Jaz vem, da je takrat to povzročilo en razkol, ki
potem naprej, da ne bo pomote, so se vsi odnosi poglihali, če rečem po koroško. Ja, ampak kako je bilo on the long takrat? run, ne. Sam preden odgovoriš, Christine, hi, this stream is in English, I mean Slovenian, but it's Sunday, on Sunday I have stream in Slovenian, so, you can still be with us, enjoy the energy, but we're gonna speak Slovenian. Alright, se pravi, kaj se hoče reči, ja, ne? Ker jaz izhajam te oddaje, so dosti hude, tudi jaz dobim malo pogled v ljudi, pa pol, da delam z najstniki delavnice, dam lahko kakšne druge odgovore še malo, ne? Pač si razširim to, rečemo, življenjsko bazo, ki jo gostje prenesejo v to oddajo. In se pravi, na kakšen način je povzročilo razkol, kaj je to pomenilo, da ste se grdo gledali pri kosilu, in kako si se ti pač takrat s tem soočal, a veš, če nam poveš malo, behind the curtain, bi te lahko rekel. Ja. Seveda, v bistvu je vse skupaj rezultiralo, kot pravimo, v srednji šoli. Celotna situacija se je odvila, da sem imel skozi občutek, da če delam nekaj, kar si sam želim, ne glede na to, koliko je bilo dobro, nikoli nisem dobil tiste potrditve strani mame, ja, strani očeta pa nikoli, da je to zdaj ok. Razen, če ni bilo tisto, kar je on želel. Tako da ja, seveda, odnosi so bili zaradi tega napeti. Jaz se prav spomnim, bi rekel, enega mojega mogoče daljšega obdobja leta 2, kjer je takrat ob pisanju poezije nastala, ne boš verjel, celo pesniška zbirka, ki je še danes založena, ampak ja, v pogledu tisti del obdobja, že slike same so bile črno-bele, take zelo mračnjaške, nihilističen pogled na svet. Jaz sem namreč takrat za raziskovanje globoko v knjigah, uteho, zaradi skrhanih odnosov, ki so bili, ja, kot si vprašal, večkrat pri mizi, grdo gledati se, posebej takrat, ko je prišla družina skupaj, ko bi v bistvu mogel biti, kot jaz zdaj pri nas vidim, največji dogodek znotraj dneva, ko vsi otroci pridejo k mizi, je to skupni obrok, ki bi mogel miniti v zelo pozitivnem okolju, je bilo pri nas večkrat, tako da, ja, to mi je dosti ostalo v spominu. Takrat, ko smo bili v skupnih prostorih, ja, je bil kak očitek, pa smo se gledali grdo. Čeprav v isti sapi, moram dodati, da je kasneje oče, sicer zelo kasneje pol že po študiju, pa pol s podjetništvom in tako naprej, vendarle mi čestitev večkrat in rekel, da kapo dol, da sem vztrajal pri tem, ker šele zdaj vidi, da če ne bi temu sledil, bi lahko bilo zelo napačno. In je rekel, meni je itak najbolj pomembno to, da si srečen. Torej, to si itak želiš od vsakega starša slišati. Ampak ja, z vidika teže odnosov, nepodpiranja moje odločitve, izhode, ki sem jih iskal, so potem rezultirali v raziskovanje različnih avtorjev. In ko najstnik najde Nietzscheja, Friedricha Nietzscheja in knjigo Volja do moči, Madonna, jaz bom pokazal, tudi če me doma ne podpirajo, najde neverjeten vzgon za veliko stvari. Jaz sem takrat v srednji šoli recimo zbral moč, da sem šel v 2. letniku na audicijo na radijsko postajo, takratni Radio Alfa v Slovenj Gradcu, in naslednje 2 leti in pol v bistvu pisal opravičila za 2-krat na teden, da sem našel 2 uri prej šole in na radijski postaji delal programe, kar je bil moj prvi neodvisen finančni prihodek, stran od družinskega, kar smo pač doma delali. In ja, naslednji korak z odkritjem, bi rekel, filozofije pa študijem v Ljubljani, sem jaz imel že v bistvu zelo dobro podlago, ker jaz sem bil finančno, doma so rekli, to mogoče treba povedati, doma so rekli, ja, ok, če to študiraš, zdaj minimalno ti damo za tisti del, kar se tiče študenta, ostalo pa ni naša briga. Ampak jaz sem bil takrat v bistvu že 3 leta radijski voditelj, takoj, ko sem prišel v Ljubljano, sem pa stopil, rečemo, še enkrat čez ta del težke odločitve. Spomnim se, kako težka so bila vrata Radia Alfa pri 14 oziroma 15 letih, ko sem jih prvič odprl, kot sem prišel na audicijo. Drugi ta težji moment je bil pa potem pri 19 na Radio Glas Ljubljana v Ljubljani, kjer sem isto odprl vrata, prišel na audicijo in tudi tam kot študent dobil študentsko zaposlitev, s katero sem si brez težav sfinanciral cel študij. Je pač bilo treba tam sicer upravljati več programov, ampak hočem povedati, kako zanimivo je to rezultiralo točno iz tistega obdobja, da je potem tudi študij bil moja izbira, ker je lahko bila moja izbira, da sem si pač lahko to omogočil. Zdaj si nam dal ful istočnic. Najprej bi začel tako, se pravi, če tebe tako direkt vprašam po tvoji zgodbi in kar si zdaj sam za potrdite gre, v bistvu je, če je najstnik vpraša, naj sledim sebi ali željam staršem,
mislim, da imamo že odgovor. To je to, a ne? Se pravi, sledi sebi in temu, kar ti želiš. Okay. Ja, zagotovo. In se pravi, čez te knjige je bila tvoja pot v filozofije, se pravi, v filozofijo. Tako je. Se pravi, kaj te je tle, ne zdaj še en, še korak nazaj stopila za ta radio, a ne, si rekel, Alfa, ja, Radio Alfa v Sloveniji. Ja. Kaj te je tako pritegnilo, da ti greš na ta radio? Te je mami rekla, da je tle je oglas pet, ali kaj se je takrat zgodilo? Da si ti, a ne, pač se upogumil, ne, ker verjetno, ne vem, verjetno vas ni bilo tam 150, ki so si želeli tega, a ne, ampak je bilo tu mogoče par vas, a ne. V bistvu je želja se pojavila že 2-3 leta pred to objavo avdicije. Mi smo imeli v Mislinji eno lokalno gledališko skupino, s katero smo vsako leto pripravili neko igro v kulturnem domu v naši vasici v Mislinji. In mi smo potem šli vsako leto, je šel del ansambla 2-3 na radijske postaje okrog na intervjuje, češ kaj smo pripravili, kdaj igramo in da ljudje pridejo, se jih povabi. In ko sem jaz prvič prišel kot gost tudi zraven in ko sem videl ta mikrofon, pa vse skupaj, jaz moram reči, da je neka iskrica zagotovo šinila. Sploh, zdaj bo mogoče Jernej to še kakšna dodatna istočnica, ampak ja, sploh zaradi tega, ker mi je bilo javno nastopanje, mi je predstavljalo neverjetno težavo. To se zdaj mogoče izjemno noro sliši, ampak v enem obdobju najstništva, nekih mojih drugih želja, kot so jih želeli doma, sem se jaz počutil zelo nesigurnega vase. Zelo nesigurnega, če ponazorim več občutkov z eno besedo. In spomnim se pa, zdaj večkrat sem pol kasneje v kakšni knjigi prebral, ja, veš, če hočeš napredovati, moraš pojesti živo žabo zjutraj, ne vem, če te je strah, moraš čez ta strast stopiti. Skratka, jaz se pol v kasnejšem obdobju, ko sem bral, se spomnim, da jaz te definicije Jernej nisem poznal, ampak ko je iskra preskočila, pa ko sem, ne vem, dejansko se videl na radiju, je bila neka želja dosti bolj močna od unega strahu, ja, kako bom jaz zdaj to povedal, pa se bom, ne vem, a bom znal v redu voditi, ne, in 1000 nekih misli, ki so mi šibale po glavi. Jaz mislim, da je bil glavni ogenj pri meni, ne, te moči, da sem stopil čez to, ne, to, da sem v bistvu lahko ustvaril na svojem področju. Torej, izhod, ne vem, od doma naprej je bil izhod v kulturi, radio, gledališče, poezija, branje knjig, ne, in tu sem najdel moč, da sem stopil naprej, ker zelo zanimivo, govorim, da sem igral v gledališki skupini, ne vem, koliko let se jaz nisem mogel znebiti tiste treme. Sej, ko sem stopil gor, pa sem pol odigral, je šlo, ampak tista trema, ne, negotovost v samega sebe, ne, je bila zelo dolgo prisotna. Potem tudi na začetkih na radiju je bila prisotna. Ampak jaz šele danes vidim, koliko mi to koristi v življenju, da sem jaz 100-krat sebe pušnil čez tisto limit mejo, pri kateri bi marsikdo rekel, ej ne, štop, ful se ne počutim v redu, slabo, mi ne bom nastopil. Ne. Iskra, jaz mislim, da se je takrat ta iskra vnela in zdaj bom spet skočil nazaj in povezal to s financami. Jernej. Meni je delo, ne, jaz sem vedel, če bom delal toliko in toliko programov na radiju, meni to prinese toliko in toliko prihodka. In to je bilo zame takrat kot srednje šolca, to sploh ne govorimo midva o nekih velikih zneskih, to prek študentskih napotnic, ne vem, danes rečemo par evrov izplačanih. Ampak ja, jaz sem čutil tisto možnost neke neodvisnosti, kjer ne rabim zraven nekoga biti, ne, zato ker je pač denar in sem zaradi tega tiho. Ne. Tako da ja, in ko sem šel na Radio Alfa, je bilo v bistvu že malenkost tudi zaradi prijateljev, znancev, eden je celo tam delal, tako da sem že nekaj časa prej se tudi pogovarjal in ko je bila audicija, mi je bil ta prihod, ne, da sem odrinil ta vrata, rečemo, da olajšam. Ja, ampak je ful, v vsemu, kar govoriš, je zadnji slišati pač tu, da ne glede na vse, kaj se ti je dogajalo in kaj si imel doma, ne, medtem, ki bi lahko učil se zdaj in bi rekel, jaz sem safe, ne. Če ne bom nič drugega delal v lifeu, bom pa to firmo od očeja. Tako je. Veš, kaj mislim, ne? Ja.
recimo tako pri meni dolgo časa je obstajalo. Pač moja mama ima firmo in se pač je vnolej. Če mi vse propadejo, vsi projekti, pa lahko njeno firmo furo. Prav mi to ni, a ne? Pač, ampak je nek ta safety net, a ne? V katerem govorijo vsi uspešni, če hočeš res uspeti. No safety nets, pač. All in. Ampak, ok. In je res čutiti to strast, ali, a ne? Pa bi samo tako zanimati. Si se kje tega naučil ali si tu sam odkril? Mislim, če kar si do zdaj povedal, bi rekel, da si sam odkril, ampak ali te je mogoče mami spodbila, bi rekla, dele zasleduj. Se pravi, odkje ti tu, da zasleduješ svojo strast, ne glede na vse? Ker pač, ne, če ti doma govorijo, tu ni, pa kva tu delaš, tako naprej, čez en čas te lahko tu psihično zmaltretirati tako, da pol enkrat počepneš in začneš iti za tem, kar doma rečejo, ne? Tako da, če na to ozadje, odkje ti ta moč konc koncev, ki jo večina ljudi nima v teh letih. Mislim, da si izpostavil res še zelo ključno stvar, to je mama. Ne samo talent, ampak tudi spodbuda z njene strani je bila vedno v to smer. Ne? Ona je znala prepoznati, ne, kdaj jaz moram doma upravljati eno delo, ker ga pač, ker se je to na obrazu videlo. Ne? In me je videla, ko sem bil v tisti svoji sferi, rečva umetniški, ne? Ker je bil obraz pač drugačen. Tako da ja, definitivno je najprej prihajala spodbuda z njene strani, potem pa, tako kot sem že prej omenil, jaz sem se res zelo zgodaj srečal z različnimi filozofskimi teksti. In ja, moram odkrito priznati, da sem začel stvari zelo rano videti drugače. Najverjetneje, ne najverjetneje, ampak zagotovo je na to vplivalo tudi, jaz sem v srednji šoli imel prijateljstvo z 7 in 10 let starejšima, bi rekel, moškima, ne? En je imel normalno družino pa vse, en je imel v bistvu, bi rekel, ravno nek razhod, takrat ampak vseeno, kot prijateljsko družili smo se tam okrog so bili, in to sta bila tudi dva človeka, ki sta znala na svet pogledati z malo drugačne perspektive, kakor pa tam cel naš okoliš, ne? Tako da ja, zagotovo se lahko zahvalim temu, da sem bil takrat kot najstnik z starejšimi, ki so stvari malenkost drugače videli. In jaz se spomnim enega večera poleti, ne, ob ognju, ne, s kitaro je bila družba kot najstniki, ne, starši so bili na morju, mi smo bili na neki jasi, skratka top, ker sem jaz rekel, ja, pa res ne vem, če bi se za filozofijo odločil, sej mi verjetno ne bo ratalo z tega smisla, ker me doma itak ne podpirajo, nekaj v tem smislu smo debatirali, ne. In potem je ta nekdo, ne, konkretno je bil to prijatelj Tom, mi rekel, lej, vse limite, ki si jih postavljamo, mi si jih postavljamo tu not, in če si boš tu not limit postavil, bo to res, kar zdaj govoriš, če boš pa rekel, da boš, ne vem, ful uspešen na tem področju, boš pa tudi to dosegel. Tule not, vse, kar verjamemo, pač to dejansko je, ne. In za mene, kot za najstnika, ne, to je bilo, jaz se spomnim unga večera, to je bilo, čakaj, kaj je on zdaj rekel, ne? Torej, kaj mi nismo, ne vem, avtomatizirani, moramo nečemu slediti, razumeš? Praktično res razsvetljenje, če lahko ta izraz uporabim, in seveda sem začel brskati, tako da rečva spodbuda te začetne moči je definitivno prišla in strani mame in strani prijateljev, ki so bili za tisto moje najstniško obdobje dosti starejši, z drugimi izkušnjami, z drugimi pogledi na svet. Potem pa moram, bi rekel, absolutno reči, da so bile knjige oziroma znanje iz knjig pa dejansko tisto, ne, ki sem ga začel srkati, da sem jemal vso moč, ne. Zdaj, kot najstniki, mi smo se takrat, vidim, da bi rekel, ločili, ne, na tiste, ki so brali to, pa tiste, ki so brali to, pa ne vem, na unih par nas norcev, ne, pod narekovaji, ki smo, ne vem, študirali Nietzsche, že v srednji šoli, ne, skratka, njegove koncepte in tako naprej, ne. In danes to zelo pogrešam, Jernej, pri najstnikih, ker ne vem, jaz mislim, da ne, no, imam eno doma, oni se ne pogovarjajo o tem, ne, ali si ti v teh letih zdaj pa, ne vem, ali si Sartra prebral, ali si uno naredil, ali si tretje naredil, kar je bilo pri nas recimo zaradi vezi z gimnazijci tudi v bistvu na dnevni bazi v srednješolskih letih. Tako da ja, definitivno knjige so meni dali eno varno zavetje, pa najverjetneje zagotovo največji del tega ognja za to moč, ker sem se začel zavedati res, Jernej, da vse to še danes vem, pa moram se vedno znova spomniti, pa učiti, to delamo vsi,
da dejansko, kar si boš sam zamislil, kakršne občutke boš do tega gojil, to bo dejansko neko realno stanje, realen svet, ki ga gradiš okrog sebe. Zdaj, to, da smo mi ustvarjalci svojega lastnega življenja, okolja, odnosov, finančne blaginje, vsega, ne, je lahko zelo teža odgovornosti, je tu izjemno velika, mogoče za koga. Ne. Po drugi strani je pa to tako spoznanje, ki je mene res takrat odneslo. Jaz niti približno nisem sanjal toliko poklicu, ker sem zdaj pri najstniških letih, kolikor sem sanjal, da lahko z svojo voljo preguram do konca ta faks, ker sem si zamislil, da hočem ta faks končati in to je nekaj, kar bi rad študiral, ker bi rad imel zelo, družbeno kritičen pogled na zelo veliko stvari, no, po domače povedano. Tako da ja, knjige, mame pa ne smemo pozabiti. Mama je bila zelo močna vrca. Ja, the best, mislim pač. Mami pa ta prijatelj Tom, ne, tu slišam, je bil ta, Tomi ali Tom? Tomi. Se to rabiš začetek, ne, se pol naprej gremo že, ne, ponavadi rabimo ta push, ki si tam na štartu, pa ne veš, ali bi štartal ali ne bi in potem tako malo pušne čez in pol, ki si stopil čez in tako, če sem ta korak naredil, bom pa še naprej, ne, sej veliko slabše ne mora biti, ne. Tako da, in je pač res dobro, kar si tudi povedal, ne, ravno to, ki sem rekel prej, da delam delavnice za najstnike, ravno tu želim biti jaz s njim, kar je Tomi bil tepa, ne, ker je točno tu, a ne, se pravi nekdo, ki je tukaj starejši, ni tukaj starejši kot tvoji starši, naši starši, ki so ponovadi vedno ena generacija ali pa razlike, pa tako generacija razlike v pogledu, v vzgoji, a ne, če gre pač vsem temu, a ne, medtem, ker teh 50 let starejši so tle, a ne, smo v tem nekem istem zosu, a ne, tako da res super. Se pravi, kar se tiče faksa, nisi imel dileme, ko je bilo treba napisati. Nikakor. Kako si bil pa v tistem času s puncami? Pa še, a ne? Ja, super. Samo da dodam, ko smo oddajali prijavo na faks, je bilo treba izpolniti 3 mesta. Ne? Torej, prvo željo, drugo željo, tretjo željo. Se napisal vse posod filozofija. Ne? Ti ima zelo blizu, bravo. Jaz sem napisal na prvo mesto filozofija, pomišljaj torej filozofija enopredmetno, drugo pa tretje sem pustil prazno in mi to oddamo in pa se spomnim, da pride, ne vem, čez 2 uri dežurna, ne, v šoli, potrkati na naša vrata, odpre gor in Štamolak Matjaž k psihologini, ne. In prijem dol in ona pravi, ne, se to je nemogoče, ne. Ti moraš napisati še na drugo pa na tretje mesto. Kaj pa, če se zgodi, da ti v bistvu nisi sprejet, ne. Zdaj pa je, da nama to ne uide, ne. Ne izogibam se vprašanju s punc. Ja, ok, ni panike, ti kar povej. Se vam absolutno vrnala, ampak sam, da mi to ne uide. In jaz sem res ustrajal, da ne, to jaz ne vidim, ne. Tudi preveril sem leto, 2, 3 prej upis na filozofijo enopredmetno in ni bilo nobenih težav. Ampak se je druga težava pojavila, da sem prvi rok mature padel. In to je edini v letniku. In to je pa nek moment iz srednje šole, ki ga ne bom nikoli pozabil, ker smo stali pred gimnazijo Slovenj Gradec na podelitev. Jaz sem bil sicer v ekonomsko-komercialni tehnik, ampak smo bili zadnja generacija, ki smo lahko opravili tudi splošno maturo, da si lahko šel naprej na faks kamorkoli. In na gimnaziji je bila podelitev in ne bom nikoli pozabil, naš en razred je bil maturitetni, en razred 32 sošolcev in jaz. In mi smo stali tam v gruči in pride ven ravnateljica pa reče, Matjaž z mano. In me pač prime za roko in gre gor pa reče, pa ne sam ti, ne. V gledališki skupini skozi pesniško zbirko si napisal, ne, zdaj pa te moram gor pelati in ti povedati, da si edini od 33 cepno maturo, ne. Pač matematiko sem dobil špon, ne, vse ostalo je bilo top, ne. Ja, in se spomnim tistega popoldneva, tistega večera, ko sem prišel domov, ko se je pa pol tudi mojima staršema, posebej mami, takrat zrušil cel svet, ne. Spomnim se tudi tistega poletja na Soči, pa spomnim se, da sem v jesenskem roku opravil 4, ampak da se zdaj vrneva nazaj na zgodbo, jaz nisem imel pisano pod 2 pa 3 nič in v drugem roku je bila filozofija enopredmetno zasedena. Torej jaz sem bil sicer v drugem roku uspešen, 4, ko sem položil matematiko, položil celo maturo, ampak filozofija enopredmetni študij je bila pa pač polna in zdaj ne vem, če bi bilo še to danes možno, ne? Da ne bo kdo kopiral zdaj zgodbe od tu dalje.
Jaz sem potem šel v Ljubljano direktno na filozofski faks, se najavil na referat, takrat si dobil eno številko in si stal v vrsti. In sem prišel tja in sem povedal, da bi res rad filozofijo študiral. In da bi, kam mi predlagajo. In oni so rekli, ok, lej, če imaš zdaj pogoje, prosto je še splošno jezikoslovstvo, upiši se za 1 leto tja, pa se pol prepiši. In gospa je rekla, ne grem še pa vendarle na filozofijo, to omeniti. In jaz sem prišel na filozofijo, kjer je bil tajnik Matjaž, ne bom ga nikoli pozabil, ki sem mu povedal, kaj bi jaz naredil, pa je on rekel, veš kaj, Matjaž, pa dej, bomo mi tek naredili, da boš ti že kar celo leto k nam hodil, sicer upisan boš tam, pa se konc leta prepišeš, daš dokazilo, da si opravil vse izpite in se čez 1 mesec prepišeš v 2. letnik. In točno to je bila tudi nadaljna štorija, pa potem od 2. letnika naprej. Ampak ja, kolikor sem bil prepričan, ne, da je filozofija tista, me niti to ni ustavilo, polka je bil padec mature, me niti to ni ustavilo, da se nisem mogel prvo leto redno upisati in sem se upisal na primerjalno in splošno jezikoslovstvo, že 1 leto opravljal študij filozofije, opravil tudi vmes izpite, jih potem s prepisom v 1 mesecu položil, upisal v indeks, nesel indeks čez 1 mesec pa pol naprej, da sem bil potrjeno upisan v 2. letnik. Kaj je bil mindset zadnji, ki ti ni pustil, da počepneš in rataš žrtev? Res zanimivo, ne? Res zanimivo vprašanje, Jernej. Verjetno je bila misel, da bi mogel na tej točki priznati, ne? Ker jaz sem se vendarle odpravil na samostojno pot. Ni, da so mene pol doma štrapcirali skozi, češ kaj pa delaš, so zelo sprejeli, ne? Ampak so tako z varne razdalje spremljali, ne? Da vidimo, ne? Sej kar naj gre, pa bo videl, ne? Ko se je odločil. Ja. Boš že dobil lekcijo od življenja, nas noče poslušati, naj gaš pa življenje naučile. In jaz mislim, da sva tu prišla do ključnega faktorja. Ne, da bi mogel domov priti pa reči, lej, ni mi ratalo, ne? Pač ni, filozofija je zasedena, ne vem, nam šel študirati, ne? Ampak ne. No way. It was out of the question. Sploh pa zaradi tega, ker ko sem res prišel kot študent v Ljubljano, tisti dan na faks, na filofaks, na fakulteto, da sem pol poklical 2-3 znance, okoliške, ki so že v Ljubljani študirali, smo šli skupaj v Rožno. Tam sem jaz začutil, ne, da bo zdaj od ponedeljka do petka bo Matjaž delal res točno tisto, kar si želi. Iz nikjer, iz nobenega kota ne bo nekoga, ki bi rekel, zdaj to ok, a to ni ok. Skratka, ja, ta res nor občutek svobode in jaz mislim, da pol se je vse zlagalo, jer ne, trmasto, ne moja trma se je po moje zlagala, ker se je bala, bi se bala priznati, da pa ni ratano, ne. The best. Ok, greva še na ono vprašanje, pa greva pa odslej naprej. Super. Ja, kar se punc tiče, zelo zanimivo, takrat, ko je nastala pesniška zbirka, sem bil hkrati, logično se, če ne je bilo pesniške zbirke, izjemno nesrečno zaljubljen, tako da sem kot najstnik res doživel eno tako nesrečno ljubezen, pa ne nesrečno ljubezen, da bi bila ta punca, ki se še danes poznava, je super, da bi meni karkoli naredila, kolikor pač ni šlo v to smer, da bi bila midva par in moja glava je začela mlet in iskati in risati scenarije in bolečine in vse črno in seveda ne, zavrnjen, ne, kljub temu, da niti dejansko nisem toliko pristopil, pa recimo vprašal, pač ni šlo v to smer z nama skupaj. To je bila recimo prva taka izkušnja, preko katere se je tudi pesniška zbirka rodila. Se pravi, če prav razumem, ti nisi nikoli vprašal, bi bila moja punca, nikoli nisi tega direkt naredil, ampak si se kar odločil, da to ne gre v to smer. Točno tako. Kar je pol dobro, ne? Ker večina, tu jaz, ker rečem najstnikov, ne rečem točno to, ki se z njimi pogovarjam, ne rečem le, ko vprašajo, ne, kako naj punci fanto povem, da mi je všeč. In se reče, meni je najboljše vprašanje, ki mi rečeš kako, ki je najkrajši odgovor, greš pa poveš, ne, kako. Točno tako. In bolj, kaj pa vem, ne, bi rečem, kaj pa, ok, te zavrne, cool. In, ali se pravi, vse vemo, če reče ja, da best si skupaj, če reče ne, cool, da best, greš do naslednje, ker veš dole, ne, če vse ostalo so zgodbice, kar si ti, kar povem, kar je da best, ampak ja. Direktnega vprašanja z moje strani ni bilo. Sma pa parkrat, bi rekel, bila na točki, kjer
bi se od tam naprej, če bi se kaj razvilo, bi se, ampak izziv je bil največji v tem, da je pa pol vendarle bil nekdo, jer neki pa je mene prehitil in je vprašal in ona začuda reče, ja, ne. In zdaj ti vidiš mene, ki si reče, zakaj nisi šel, zakaj nisi direktno vprašal. Exactly, zdaj ne, kaj nisem 3 mesece nazaj rekel. Točno tako. Ampak ja, tu smo pa pol, moram odkrito povedati, no, nekje pri nesrečnih ljubeznih tudi zaključili. Izkušnja potem z eno punco iz 3. letnika, pa potem z eno iz prehoda na faks, torej na začetku fakultete, prvo leto in pol, sta bili pa pol 2 super vezi, ne, torej za konc srednje šole in za začetek, bi rekel, faksa, sta bili pa 2 čudoviti zvezi, no. Kratki sicer, leto in pol, ampak ja, vseeno pa čudoviti, 2 zelo, zelo dobri izkušnji. Zakaj so se pa končale, če so bile tako dobre? Zdaj te malo hecam, ampak te mora, veš, ker nekdo reče čudovito izkušnja, pa konc. Pa pač konc. Ja, pri ta prvi tik pred faksom, preden sem šel na faks, je bilo zaupanja ni bilo takšnega z njene strani, ker ona je vendarle ostala na enem koncu Slovenije, jaz sem šel v Ljubljano in tisto zaupanje pa vse skupaj, kaj bom zdaj jaz počel, ko bom pač en teden v Ljubljani sami, ne, in sem in tja, če tega v osnovi jer ni, potem vemo, da vsi mučimo en drugega. Mislim, danes to tako zelo pametno rečem. Danes vemo, ne. Takrat pa ja, jaz tega pritiska, pa nekako, ne vem, gledanje pod prste, pa telefon, ne, pa čaki pa si bil, ne, sej 2 uri se še nisi javil, ne. Ja, tega pa takrat sploh nisem hotel sprejeti, sej je verjetno jasno, zakaj ne. Tako da na faksu moram pa pol priznati, še enkrat res, ker zdaj pomislim, da zdaj pa s to punco sva še zdaj vedno v super stikih, ima tudi ona svojega partnerja, družino, tudi jaz, je bilo pa res super, ampak se je na neki točki pač enostavno zaključilo. Zdaj, ko nazaj razmišljam razlog, da bi rekel, da bi prišlo do nekega prepira ali pa ne vem, da je neka razhajanja, ampak enostavno mene je malo odneslo takrat v 3. letniku faksa že v finančne kroge, ona je ostala v bolj umetniških krogih, kjer je tudi danes zelo uspešna in ja, je šla ta pot na razno, ampak zatem pride pa že zdajšnja partnerka, ki je pa žena, že nekaj časa. Tako. Sicer 2 mladeniča se tle pogovarjava, 20 let stara, tako da ne vem, čisto o čem govoriš, ampak dobro. Ok, si rekel, v 3. letniku te je pa že odneslo finančne vode, kar si dal super izhodišče. Kaj, kako? Pač ti si bil za tam filozofija, jaz sem zdaj tam študiral, ok, zraven si delal na radiju, si rekel prej, si služil, doma si dobil neko osnovno, verjetno za študenta in tako naprej za pokrit, da nisi bil glih hlačen in žejen, pa brez strehe nad glavo in zraven si služil. In kaj se je pa zgodilo, da si v finančne vode začel riniti iz filozofije, kar je tako dokaj neobičajno. Bi rekel, na prvi uč bi rekel, da je dokaj neobičajno, da nekdo iz filozofije zavije v finančne vode. Še bolj neobičajno je bilo to, da sem kot ekonomsko-komercialni tehnik napisal, kot sva rekla, na prvo točko filozofijo, pa nič drugega in je prišla do mene moja učiteljica ekonomije, pa rekla, Matjaž, pa ne morem verjeti, pa tebi je ekonomija tako šla, pa ti greš na filozofijo, ti boš čist grešil vse skupaj. In se spomnim takrat mojih besed, ona mi jih še danes večkrat omeni, ker je s Koroške, pa se tu in tam seveda vidimo, da ne, samo z denarjem se pa jaz ne bom ukvarjal. Ker je bil doma problem z denarjem, Logično. In me je pot rajš zanesla v to smer. Ampak iz filozofije pol obrat nazaj se je zgodil pa v 3. letniku. Jaz sem kot študent delal nekaj teh sredstev porabil, seveda za nek dodaten luksus, nakup kakšne knjige, CD-ja in tako naprej. Tudi 2 potovanji, taki malo daljši smo naredili. V situaciji 3. letnika se je pa meni začel ta kupček sredstev malenkost nabirati. Torej, da bo danes se lahko študenti recimo prepoznali, rečemo, da si ne vem nekje kot pridni študent upravljal 2-3 leta dela, pa si imel nekje rečva današnje vrednosti na strani 10.000 evrov. To je bilo, če si predstavljamo danes enega študenta pri 22, 21, 22, da ima že toliko nekje na strani, je to lepa popotnica za naprej. Jaz sem začel takrat aktivno spraševati. Imel sem izkušnjo od doma, mi smo vložili certifikate pri denacionalizaciji leta 1991 kot popolnoma finančno nepismeni v nek holding, ki je pol itak propadel in z tega ni bilo nič. In sem s to izkušnjo rekel, ja ne vem, kaj pol na banko bom šel vprašati. Imel sem pa, hvala Bogu, že toliko razvit kritični
kritični način razmišljanja, da sem zelo hitro opazil, da so mi na 3 bankah vsi svoje pohvalili, pa en drugega pokritizirali. In so dovolj mal nek tak čuden občutek. Nakar mi je še nekdo, en agent pač kot študentu hotel prodati 30-letno življenjsko zavarovanje z full zavarovanjem, ne vem kako vezavo, vse meni kot študentu, brez kredita, brez otrok, skratka, malo skregano z logiko. Potem se je pa zgodil v bistvu ključni trenutek. Moj znanec iz okolice Žalca je takrat podedoval veliko kmetijo. In to je želel tudi prodati, s tem se ni želel ukvarjati kot študent, on je imel čisto druge poglede, je danes tudi nekje druge zelo uspešen in je želel to prodati. In mi da sva dosti pol debatirala, bi rekel, mogoče kak mesec, 2, kaj naj zdaj z denarjem. Jaz sem tudi rekel, jaz bi tudi nekaj od tega denarja nekam bi to dal, na računu gor jaz to ne bi imel. On pa tudi za dosti večjo količino. In pol eno dopoldan kliče, pravi, jaz grem v Švico, gor so mi dali tu priporočila, je povedal tudi kdo, bom šel direkt do enega finančnega svetovalca, da vidim, kam mi bo rekel. In ga je res ena bogatejša družina, mu je v bistvu priporočala nekega posameznika in da si midva podskrajšava, greva midva v Švico. On gre zase vprašati, jaz pa zase. Študentski road trip v Švico. In tam sem jaz Jernej v bistvu pa doživel, če smo prej govorili o nekem razsvetljenju v študentskih letih, je bilo pa to, bi rekel, ta drugi del, ki mi je pol pa v bistvu odprl pot za kariero. Tam sva bila izjemno dobro sprejeta, v čakalnici sva sedela, prišla sva not in gospod je začel najprej se 1 uro zanimati o tem, kdo sva midva, kaj si želiva, kakšne imava izkušnje, kaj bi sploh rada s tem denarjem. Skratka, popolnoma drug pristop, kot sem ga bil deležen v Sloveniji. Pa nismo mi prišli gor, da ne opomote z nekimi milijoni, ampak sploh moj znesek. In on nama je na podlagi tega pripravil neke predloge. Je rekel, lejte, jaz delam kot neodvisni, jaz vam ne bom nekaj prodal, česar sem še pol jaz naprej plačan, lahko pa rečem to pa dajte narediti, okvirno glede na želje pa cilje, pa vse, kar jih imata. In evo, ko sem jaz prišel nazaj v Slovenijo, sem takrat opazil, da ta problem, ki sem ga jaz imel, torej, da nekaj imam na strani, pa ne najdem enega sogovornika, primernega, ki bi se zame zanimal, ki bi mi dal neodvisen nasvet, ne nasvet vezan na to, da imam jaz v torbi en produkt in ti ga moram nujno prodati in sem od njega zaslužil in gremo na razen. Jaz sem videl, da tega ni. In to je bilo v bistvu pa, rečemo, ta zagon, ki je pa takrat sprožil, da sem se začel dosti izobraževati, odprl podjetje in v 3. letniku v bistvu že začel s podjetniško potjo. Ampak ja, to je ta zgodba v ozadju in še danes ne. Dobro, kaj ti je rekel? Kaj je rekel? Mislim, pač zdaj mene tako malo zanima, pač Ferbica, pač vsi gosti, ki so bili tle, so dognali tudi, sem pet. Hvala Bogu. Me samo zanima, kakšne predloge ti je dal, Pač tam si bil v Švici, pač takrat Švica, se pravi, ti si še malo starejši od mene, skoraj nepredstavljivo, da študentčeš zdaj v Švico, prošate, da mi ti povej tle, Tep nosijo zlate palce tle, razumeš, da pa jaz pridem z 1/5 ali kako že, kako je 1 zlata palca je 50,000 evrov, nekaj tazga je. Kilogramska. Se pravi, pa ti je rekel, kakšne predloge ti je dal za ta? Ja, kar je bilo, bi rekel, najbolj nenavadno, je bilo to, da je svetoval čisto neodvisno, v smislu, da je rekel, lej, če želiš kaj tvegati, pol bi bilo najboljše izhodišče, vlagati v neke svetovne delnice. Ne preko skladov, ne preko unga, ne preko tretjega, ker tam posod plačaš neke provizije, vezan si na leta, na znesek, bla, bla, bla. Likvidnost je slaba, skratka, dosti slabosti. Tako da njegov predlog je bil 1/3 v denarju, zaradi tega, ker sem kot študent in je rekel, da verjetno bom ob, bi rekel, začetku kariere nekaj tega potreboval, tako da nujno nov risk. Cash, 1/3. Se pravi, 1/3 držiš na banki. 1/3 držiš na banki, 1/3 svetovne delnice in pa 1/3 zlato. Tako je bilo takrat njegovo pravilo. Povedal mi je tudi, da naj nujno poleg denarja in pa poleg delnic imam zlato z večjih vidikov, ker je neobdavčeno, ker predstavlja neko varnost v portfelju, ker je vedno zlato, 1 gram je vedno gram. Cena sicer, bi rekel, lahko niha, ampak vemo, kako se, bi rekel, napram denarju, ki ga imamo, pri zlatu doživiš bolj ohranitev kupne moči. Delniški trgi kot taki pa riziko. Hkrati pa seveda, če vlagaš rizično v neka podjetja velika, v katera verjameš, da bo res, ne vem, uspešna, da bo imela neko dobro poslovanje, si ne nazadnje udeležen ali pri dividendi ali pri kapitalskih dobičkih. Tako da ja,
Jaz, ko sem prišel v Slovenijo, moram reči, da sem se držal samo polovico teh nasvetov. Jaz sem takoj se takrat pol spoznal z fizičnim zlatom in pa fizičnim srebrom, pa z delniškimi trgi še potem preko vzajemnih skladov, da si bil bolj razpršen. Ampak ja, to je bil njegov nasvet. Nasvet je bil, da naj nikoli zase ne sklepam nečesa, kar ne poznam dobro, kar nisem dobro prebral, kjer ne poznam vseh stroškov, pa vseh tveganj in davkov, in rekel se ne lotiti zadeve. Mogoče čisto kot dodatna informacija. Mi smo potem opravili še 2-3 klice na samem začetku z njim, ker smo potem tudi povedali, ta moj kolega je naredil dosti bolj še razpršeno, kakor pač jaz, je bil tudi večji znesek, on je bil še z njim parkrat na liniji tudi. Jaz sem pa tudi zelo hitro potem povedal, da to storitveno dejavnost, ki sem jaz zgolj pri njemu videl, bi jaz nekako tudi v Sloveniji začel delati. Torej čisto kot neodvisno. In mi je dal 2 nasveta, zelo dobra nasveta. Povedal mi je, da nikoli naj ne svetujem ljudem tistega, kar sam sebi ne bi, ker je rekel, lej, že jaz v Cirihu, ker se lahko sam za par ulic predstavim, pa sem v drugi milijonski, bi rekel, lokaciji tega ne naredim, ker si ljudje to zelo zapomnijo. In povedal mi je, da pri financah ne bom imel druge možnosti pri ljudeh. Torej, če bom zapravil izkazano zaupanje, ki mi ti ga ljudje dajo, da reče, le Matjaž, mene pa zanima, kaj bi ti naredil, ne vem, s tem in tem denarjem, je rekel, če boš to zaupanje zapravil, druge možnosti pri financah ne boš dobil. Je rekel, sploh pa ne pri vas, ker vas je, ne vem, toliko, kar je v enem švicarskem mestu v bistvu prebivalcev v celi državi. Tako da ja, to so bili nasveti, ki so mi pa pol odzvanjali vse skozi tekom kariere, ker jih je res izrekel nekdo, ki je bil res sila uspešen. Danes tega gospoda žal ni več med živimi, ampak ja, sila uspešen je bil s svojim delom. Jaz pa moram reči, da ali pa se zahvali, zdaj ne vem, ali je to bila sreča, ali je bilo to naključje, ali pa če pride vse na pravo mesto, da sem jaz takrat zelo malim zneskom, jer je meni na pamet ni padlo, da bi je šel nekoga ven vprašati za ta nasvet, res prišel zaradi situacije, zraven nekoga, šel to zgodbo, slišal, doživel in to mi je pa precej obrnalo glavo na robe, da sem vedel, da mi filozofija bo zelo koristila, da bom zaključil faks do konca, ne samo zaradi tega, ker sem ga začel, ampak tudi zaradi tega, da usvojim znanje, ki ga celoten faks ponuja, ampak da je pa to področje nekaj, v katerem pa jaz ne bi rad delal. In kakor se zarečenega kruha največ poje, 3 leta in pol po izjavi moji srednješolski učiteljici, da sam z denarjem se ne bom ukvarjal, grem na iPes in registriram podjetje za finančno svetovanje. Noro. Pač noro iz tega, ker eno stvar bi rekel, ki sem jo jaz dognal, pa mogoče bo tudi tebi tle prišla. Jaz bi rekel, ni naključje v življenju. Ker pač vse, kar ti narediš, causality, pač iz matrice, vse vemo, kar reče Meridian, ali kaj je že francosov, anyway, kar reče causality, vzrok, posledica. Sprav vse, kar si ti naredil, in pa tudi dosti gostom povem, pač pazi to foro, vse, kar si ti naredil v svojem življenju, vse. Od prvega dneva do danes, vse te je pripeljalo do tega momenta, da sediš tle z mano. Vse, kar si naredil v svojem življenju in tu je tu, ta trenutek je tu. Kar je pač se premalkrat zvedel, ampak vse, kar smo naredili, ni važno, kakšne uspehe imaš za sabo ali pa neuspehe, zdaj si tle in pa boš bil tam, sprav res. In bi rekel, ni naključje, zakaj? Ker pač na koncu si sedel v svoji strasti, na nek način, what you resist, persist, si se uperal v denarju, zato ti je skus bil tam. Pač tako je, In pa pač, ljudi poznanstva so priložnosti, to je tudi, kar jaz govorim, več ljudi, ki poznaš, priložnosti so. Edino, kar se ne smeš strašiti, je reči, tudi daj moraš reči za priložnost. Pa reče, jaz to delam, poznaš kaj, bi mi lahko kaj naredil skupaj in tako naprej. In pa si pač šel do tega gospoda, ker se vidi ta drugačen pristop in je bilo skoraj, ko bi temu rekel, neizogibno, da te to ne bo povedal. In pa si rekel, pridem nazaj in odprem firmo, neodvisni svetovalec. Ne, tu smo pa zdaj super, da si to omenil. Eden izmed nasvetov je, tega gospoda je tudi bil,
da neodvisno bom lahko najverjetneje delal, ko bom imel res znanja. Ne? In je rekel, lej, preveri v Sloveniji, ne vem, kje so kakšne agencije, družbe za finančne svetovalce in idi v neko skupino. In jaz sem imel, bi rekel, tudi to srečo, da sem takrat spoznal Ireno Linasi Rogač, tudi zdaj že partnerka na določenem področju finančne, ki ga skupaj delamo. Madonna, 17 let, 18 let, res neverjetno. Ja. Ki pa je takrat že obiskovala različne seminarje v Sloveniji, se že učila, se že izobraževala za vlaganje v vzajemne sklade, pa v plemenite kovine, pa licenca za zavarovalništvo, licenca za posredovanje vzajemnih skladov. Tako da moj prvi stik, prvih par let je bil popolnoma odvisen od družbe, ki me je izobraževala, mi dala neko paket nekih produktov, ki sem jih potem seveda jaz lahko kot nek zastopnik tržil naprej. Hvala Bogu, vsi produkti so bili tipi-topi, torej ni bilo nekih izzivov, da zdaj bi rekel, da bi ljudje, bravo, hvala. Torej je bilo vse po reglicih, po regulaciji, vsemi licencami. Ampak ja, v roku 6-7 let sem z istim tempom, kot sem prej nabiral na filozofiji znanje, ker sem pošel v mestu fakt zaključil, sem z istim tempom naprej, ker je šla filozofija na stran, z istim tempom naprej obračal strani na področju financ. In jaz moram odkrito priznati, da sem dejansko šele v letu 2-3 trženja nekih finančnih produktov ugotovil, jer ne zelo iskreno, da nimam pojma. Da sicer znam tam nekaj malo pojasniti, ampak oh my god, kak je finančni svet, ne? Pa makroslika, pa mikroslika, pa skratka, da ne govorimo. Ne? In tam se je pa v bistvu moje izobraževanje res začelo in bolj, ko sem se izobraževal tudi s tujimi avtorji, bolj sem opažal, da ne želim biti res vezan na nikogar, ki bo meni diktiral, kaj naj nekomu kot moji stranki prodam. Zelo preprosto povedano. In ja, takrat, po 7 letih začetne poti, se je v bistvu zdaj že 10 let od tega, pa potem v celoti izoblikovalo izključno neodvisno finančno svetovanje, kjer jaz bi rekel, lahko dam nekomu neke napotke, sem plačan po nasvetu, njega pa potiskam nekam, kjer imam jaz potem od zadaj neko skrito korist finančno, ker to seveda nekaj, kar ima zmenjeno vnaprej, da vozi stranke. Bravo. Pa gdje bi povedal te začetki, ki si tam začel, ne? Ti si dobil stranke ali si jih mogel klicati pa povzročiti? Ne, vse, kar so oni dali, so dali dobre produkte. To moram reči, tudi bili smo v finančni krizi leta 2007-2008, v bistvu eni izmed redkih finančnih svetovalcev, ki smo takrat že pred krizo, pa ob sami krizi svetovali ljudem umik mali iz finančnih trgov, ki so bili dosti napeti, pa zaščito v fizičnem zlatu. Tako da, kar se produktov pa tega tiče, jer ne je bilo z strani takratnega podjetja čudovito poskrbljeno. Če greva pa raziskovati, pa gledati stranke, to je bilo pa čisto naše delo. Dali so nam, bi rekel, nek način dela, s katerim pač bi naj se lotil dela, ampak ne. Iskanje domena vlagateljev potencialnih je bila izključno na nas samih. Kako si se ste, ker pač jaz sem tudi delal v nekaj teh tržnih, ne, pa isto za zavarovalništvo, pa še par, tudi MLM-jev pol, kjer je podoben princip, ne. Tako, super. Kako si se s tem delom soočil, ne, ker ne vem, si šel do prijateljev, družine, verjetno do znancev, kolegov, ne. In znotraj tega, kako si se soočil z nej, ne, ker pač glede na to, da si nisi vprašal v srednji šoli puce, ker verjetno si se bal, da bo rekla ne. Nekaj podobnega, ne? Se pravi, kako si znotraj tega, ne? In pa, če zapakiraš noter še pod vprašanje, ne? Kaj je bilo tisto, kar te je peljalo naprej kljub vsem tem najem? Jaz sem čist začel tipično tako, priješ na 1., 2., 3., 4. seminar, se ti zdi, da si zmagal, ker takrat so nam zelo dobro kombinirali ta finančni vidik, ne, v smislu pomoči ljudem, plus že določen psihološki mindset in prodaja in tako naprej. Ne. Skratka, je bilo zelo zmiksano skupaj in seveda po 3-4 seminarjih, ne, jaz sem to hotel povedati, jer ne vsakmu in vsemu, ki sem jih poznal, in zelo hitro naletel, sploh pri mojih najbližjih, na ne. Ampak rečemo, so bili od zadaj zelo pripravljeni na podjetju, so rekli, saj to vemo, da je tako, ne. Bistvo nam je, da nam ti ljudje vsaj priporočila dajo. In res drži, pri domačih ali pa rečemo temu najbližjem ljudeh je bilo dosti neuspeha na začetku, ampak so pa vsi
po moje zaradi neke strasti pa energije, pa rekli, Matjaž, mi sicer ne bomo, nimamo, ne. Imamo pa tu zdaj 2-3, ki po moje jim boš ti lahko svetoval. In Jernej, takoj, ko sem prišel pa okrog neznanih, se je pa zadeva precej obrnala. Torej, če je bilo, ne vem, prej 20 jajev, pa 80 nejev, ne, ni bilo pol 280 kontra, ampak ja, tam je pa že začel procent rast, bi rekel, 40-60, 50-50 in tako naprej. Kaj bi rekel, da je ta faktor, da bližnji neznanci, da je več jajev med neznanci kot znanci? Ja, jaz mislim, da je eden izmed ključnih faktorjev to, da imamo mi v vsakem človeku, do točno tega trenutka nek poseben prostor, kategorijo predalček. In zdaj ta človek, filozof Matjaž, knjigo je napisal, tam je igral na radio dela, a zdaj on prije domov zrihtan v kravati, mislim, in zdaj pride on meni v financah razlagati. Jaz mislim, da pri najbližjih je ta sprememba identitete, ker dejansko se ti spremeni identiteta, ti goriš, si v neki skupini, ki te vleče naprej, tudi finančni efekt, če si nekaj od tega naredil, ni bil slab, vidiš ti res popolnoma neko drugo pot, si spremenjen. In se mi zdi, da najbližji te spremembe zelo težko prenesejo. Spomnim se moje tete, ki je rekla, Matjaž, jaz sploh ne vem, kaj ti meni razlagaš, samo veš, kaj podprla, te pa bom, Ker sem jaz razlagal, pa pa tret, pa vzajemni skladi, pa veš, to imaš to tja dati, pa je boljš kot na banki in tako naprej, Skratka, mislim, da je to glavni faktor, da imamo vsi naše najbližje nekje že po nekem regelcu ali pa po nekem modelu oblikovane in potem se ta model, ne vem, popolnoma spremeni, gre v čisto neko drugo sfero. Jaz moram reči, da je neverjetno, koliko se je pol teh domačih vrnalo in mi danes, bi rekel, z veliko večino mojih najbližjih zelo dobro delamo. To je tudi en super dokaz, ker pravijo za finančnike, včasih pravijo, ne smeš imeti stranke blizu, ker če si mu kaj zajel, se ne morata bolj na pikniku srečati. Ja, to je tudi en lepih dokazov, da lahko delamo z najbližjimi, ampak takrat, ko si vprašal, se mi zdi pa, da je bilo ključno to. Ja, definitivno se jaz zrejam, kako nas ljudje, rečemo temu, lahko poslušajo. Neko poslušanje imajo specifično za nas. Sam jaz zdaj še eno drugo stvar ugotavljam, čisto, pa boš ti povedal svojih izkušenj. Da kakorkoli se imamo radi, znotraj družine, pa med prijatelji in tako, sem po drugi strani pismo zaupanja pa ni veliko. Ne vem, pač ko ugotavljam, sploh v Sloveniji to ugotavljam, medtem se mi zdi, da v tujini je tu na malo višjem nivoju, po mojih izkušnjah, ker se pogovarjam s pa tukaj ljudmi na leto, ampak medtem, ko v Sloveniji je to nezaupanje, konkretno sem imel primer, je hčerka naredila en program, ki je njej odprl svet in je se na novo povezala z mami in z očetom, a ne pač drugače, začela gledati malo iz druge strani, a veš, pač mindset se je odprlo, vse poglihala odnose, ki si želela in pol je želela, da tudi mami naredi ta program. Ne. Je pač meni tako, kako ne? Pač, a veš, kako mislim pač, ne? Zdaj, če mami reče otroku, mora otrok slepo verjeti, ne? Ja. Ko pa otrok reče mami, pa ne. Pa ne. Kaj boš pa ti vedel, ne? Čeprav ni to več otrok, ne? To je pač 20 plus stari ljudje, ne? Ja. Sprav, koliko je to v Sloveniji paradoksalno konc koncev, ne? Da, in tudi, kje imam največji izziv, mislim, ne jaz, ampak večina profesorjev z najstniki pa staršev z najstniki, ne? Ker kaj govorimo, ne? Na mladih svet stoji, pa da pa en let idejo, kaj rečemo nazaj, kaj boš ti vedel, ki si glih iz plenic prišel. Yeah. In kje je zdaj ona, ne? Pač na meni svet stoji, pa kvaj je svet. Ja. Ni čudno, da so vsi izgubljeni, pa v telefone gledajo, ali pa vi ste pa v knjige, ne, pač, ajde rečemo, da na nek način lahko knjiga tudi razširi svet, kakšne so pa tudi knjige odpeljale, če smo čisto iskreni. Absolutno. Ampak, ja, se mi zdi, ok, eno je, da te poslušajo na nek način, sem druga stran v Sloveniji, je pač to nezaupanje. In ja, pač ok, kako si se s tem soočil, pač, na dolgi rok tudi, ne, ker verjetno, če ti nekaj delaš, pa bližnji vejo, pa tam priporočajo, pa oni rečejo ja, oni ne rečejo ne,
In pol, ker še tako začnejo malo bolj za nalaž udarjati temu. Prej, kva pa ti počneš, da nateguješ folk. Ne vem, kaj vse si slišal, ti podel, ampak predstavljam si, da kot finančni svetovalec nisi slišal samo tako, bravo, Matjaž, super si, kar tako naprej, ne. Ja. Verjetno je bilo, povej sam, kaj vse si poslušal. No, pač. Ne veš, zakaj me tudi zanima, ne, zato tega, ker eno je, da si najdu strast do tega, ne, ki jo, dosti ljudi jo ne najde sploh. Ali pa jo je pozabilo, da je kaj jim je strast. Rečemo, zdaj smo jo najdel, pa večina ne ve, kako naprej. Sploh z temi, ki pridejo faili, ki pridejo neji, ki pridejo neuspehi, kako vse in tle naprej. Sami z tega razloga me zanima. Ja, definitivno lahko tudi jaz potrdim, da zadnja leta, ko delam posel, je teh nejev tako izrazito je malo, ker do mene pridejo res ljudje, ki so se že prej nekje nekaj pozanimali. Ne? Ampak ja, jaz sem si to vedno želel. Ne vem, odkje je prišla na začetku kariere ta informacija, ampak vem, da je meni nekdo takrat posredoval informacijo v smislu, če hočeš biti tu, pa biti res toliko uspešen, pol bo na poti do tja, ne vem, toliko in toliko nejev. Ne? Zdaj pa, a to sprejmeš, ne? Ali tega ne sprejmeš. Na začetki, da ne govorimo, se je te bilo treba zelo truditi. Jaz sem imel tudi svoj safe net na začetku, jaz sem še delal na radiju, jaz sem 2 leti pa pol podjetniško, toliko da je šlo, ne? Pač tistih par evrov še tam, pa malo iz radija, toliko da smo preživeli, da sem se lahko izobraževal v smislu. Ne? Tako da, vsaj v tisti prvi fazi, prvih 2-3 let, niti nisem bil pozoren na tok nejev. Kakor sem bil bolj pozoren pol na te neje, ko sem pa čisto odrezal radio, ko sem rekel, zdaj pa all in, ne? Ker če ne bom šel all in, potem bom skozi nekje se mal šlepal. Ne? Od takrat naprej se pa spomnim, je sicer zelo mali odstotek, ampak ja, bili so neji, bilo je par slabih izkušenj, v smislu bi rekel, da je bilo toliko nezaupanja, da je bilo nemogoče, pol bi rekel, z ljudmi nadaljevati delo, to, kar si tudi bi rekel, kar dan zelo hitro prepoznam. Če me nekdo pokliče, pa midva ne moramo vzpostaviti 300% zaupanja, je zelo veliko vprašanje, a naj se oba dva trudiva, da na tem področju sploh delava. Takrat na začetku pa kljub temu, da sem jaz to mogoče že kje videl, za voljo tega, da še vsaj enega pridobiš, vsaj še eno stranko, pa jih je že 5, pa jih je že 10, pa portfelj se ti veča, pa gremo naprej, sem pa marsikdaj bi rekel to tudi spregledal, kako opozorilo, iz tega so pol sledile tudi kakšne, bi rekel, težave, kakšna prekinitev sodelovanja, ampak procentualno, če gledam nazaj, je bilo tega res sorazmerno zelo malo, ker vse produkti, pa vse, kar smo delali, so ljudem prinašali koristi. To je zelo pomembno, ne, pri nas. Pri nas lahko zelo dobrimi nameni delaš, jer ne pa ponudiš, bi rekel, nek produkt, ki posameznikom zbriše nek vložek, ne, pa je tvoja zgodba, ne glede na to, koliko dobro si delal, vemo, zaključena. Ne. Res bolj ali manj zaključena. Tako da hvala Bogu, to vrstnih izzivov ni bilo. Bilo je pa veliko nejev, veliko preizkušanja, veliko vsega, ampak ja, moja vizija je bila, res je bila vizija, da bom na dolgi rok toliko dober, da bojo res imeli vsi očit pač korist od mene, torej da bom prinašal neko res ekstremno dodano vrednost posameznikom in da ja, na poti do tja toliko in toliko nejev bo treba. Tako da mislim, da dolgujem tu vse na začetku kariere v teh prvih parih letih res tej celotni ekipi, ki je bila takrat z nami, zelo veliko, ker tudi če si dobil par nejev, ne, te je ekipa pol, bi rekel, dvignala. Ne. Ampak filozofija je me naučila, da tako kot sva tudi začela pogovor, da bo tudi verjetno pri tem delu posla tako, če bom jaz videl, ko se bom peljal do stranke, zdaj pa še eden, ne, ziher bo rekel, ne, spet sem se zastonj pripeljal na drugi konec Slovenije, pa še pol pot nazaj, pa 8 zvečer je ura. Zdaj, če se s tem mindsetom jaz pripeljem na sestanek in se sestanek dol sedem in sestanek začnem, je kar precej velika verjetnost, da bom uspešen. Ne. Jaz vem, koliko pomembno je bilo meni ta, rečemo temu, mentalna priprava. Jaz jo danes imenujem mentalna priprava, ker bi rekel, več vem. Takrat v začetku mi je bilo pa slika mene čez nekaj let kot uspešnega zaradi uspešnih strank. To je zdaj ful pomembno vedeti. Torej neuspešnega mene, ker sem, ne vem, toliko dober govor, da sem našopal nekaj produktov, zaslužil par milijonov in gremo pokoj, ampak sem se videl uspešnega zaradi tega, ker sem jaz nekomu pomagal priti do uspeha oziroma
ga narediti uspešnega. Jaz mislim, da je bil to ključni faktor, kajti v celotni karieri izstopata dva dogodka, ki sta bila slabša. En dogodek, ki je kljub mojemu neodobravanju stranka nekam vložila, zgubila cel vložek in potem to krivdo valjda prenesla na mene, tako da je bilo huda ura in huda kri v pogovoru, hvala Bogu, samo da tako daleč. In pa zelo podobno tudi pri enem drugem vlagatelju, kjer pa sem se takrat prvič, pa res moram reči, konkretno strašil zase, ko je prišel klic, a so me vprašali, kam hodi moj otrok v vrtec. Sicer zelo provokatorski klic, jaz imam zelo kurjo kožo, ker se spomnim na ta dogodek. Jaz sem to zelo hitro pol valjda prežvečil in da ja, da nič od tega ne bo in sam ne si zdaj Matjaž ustvarjati filme, ne, ker nismo v Hollywoodu, vse bo v redu, stranka je res nervozna in ker ni mogla drugače, ne, do tega, kljub temu, da sem jaz bil vmes samo kot posrednik, nič kriv, ne, skratka, če do unih ni mogla priti, jaz sem bil tisti, ki se je javil. Jaz imam namreč od srednje šole do danes še vedno isto telefonsko številko, by the way, za kot podatek. In ta dva dogodka, rečemo, sta me pa precej pretresla, predvsem sem pa ugotovil ne eno stvar, da s temi vlagatelji že od samega štarta ni bilo čutiti ta prave energije in kemije in je pol v bistvu nek objektivni dogodek in meni in njim povedal, da mi res nismo za skupaj. Ampak ja, ostalo pa res zelo hvaležen, da z večino ostalih delamo pa super in je tudi pot prehojena z njimi fenomenalna. Jaz sem se videl danes tukaj, skozi. Bi pa rad mogoče, ker vem, da bo iz tega tudi kdo izmed tvojih poslušalcev, ki v bistvu zadeve spremlja, mogoče želel kaj povleči. Če bi danes dal anketo, Jernej pa bi vprašal, ne vem, ljudje, ki se mogoče študente, ki se zanimajo za to vrstni poklic, ne, koliko bi sedelo na mojem mestu, jaz mislim, da bi bila anketa ful izpolnjena. To, ja, valjda bi, ne. Če bi na drugo stran dala midva anketo, koliko kilometrov je bilo treba prevoziti. Jaz sem bil v avtu od ponedeljka do petka, od petka do svetka, od 6 zjutraj do 10 zvečer, cela Slovenija me je bila polna. Koliko nejev je bilo treba poslušati. Kolikrat smo vmes v tej, ne vem, rečemo temu 18-letni karieri, sem dvakrat naletel sam kot poslovni partner, vem, po 7 letih, ko se je una zgodba zaključila, smo ga vse na novo postaviti, ne, pa stranke popeljati iz enega konca na drugega in tako naprej. Skratka, če bi povedal, koliko je bila cena za vse to, ne, kar potem dobiš kot rezultat, je vprašanje, kdo bi se za to odločil. Ker si jo pa hodil Jernej sproti, ne, pa v bistvu zdaj, ko nazaj pogledaš, če bi se mogel z vsem naenkrat soočiti, rečeš sam, X, sam ne se hecati, ne. Zdaj, ko pogledaš, pa ko je pot prehojena, pa vidiš, da je šlo, ampak šlo je resnično in samo po moje zaradi tega, ker sem jaz želel tu not uresničiti res cilj sebe. Jaz sem se res sebe videl absolutno v okolju, v katerem sem danes, z občutki, s takimi kot sem in se je potrudil v bistvu uresničiti to, kar sem sam želel videti. No. Ampak ja, ni samo umska priprava, ki je zelo pomembna, to mora vsak posameznik danes vedeti. Brez trdega dela, akcije, discipline, da o disciplini ne govorimo in zato sem očetu to hvaležen, ker je res dal mi tisto špartansko disciplino, ki me zelo dobro obvladuje tudi kot samostojnega podjetnika, ker nimam na eni strani šefa, ne, ampak sam sebi odrejam, koliko ur, kdaj, s kako aktivnostjo, tempom delam. Ne. Disciplina in pa jaz mislim, da motiv je iz tu izhajal, iz vseh teh faktorjev in je bil dosti močnejši od vseh umestnih padcev. Sem jih pa zelo čustveno preživel, ne nazadnje sem rak, ne. To je ena lastnost. To mi je v financah, jaz mislim, da nekaj let življenja je ne skrajšalo, ker določenih stvari enostavno ne znam prenesti tako hladno, če se tako izrazim, kot jih prenaša večji del moje stroke, tudi mojih ljudi, ki so z mano, delajo v ekipi. Ampak je pa na drugi strani to nenadomestljiva prednost, da finance res s čustvi gledam, s čustvi počnem. Je pa nesno kako leto življenja zagotovo. Ja, verjamem. In na drugi strani ti ga je dalo, če sva iskrena. Tako, bravo. Če si tam hladen, si mogoče še hladen kje drugje, kjer ti pa ne prinaša podaljšanja, ampak skrajša življenje. Ja. Ampak kaj te tako žene pri financah? Zakaj finance? Mislim, a veš kaj mislim? Kaj je ta
ne vem, ali namen, kot si rekel, ta cilj, da si kjer si, ne, če ne ga, pač kje si zdaj v smislu, ne rabim vedeti plače in ekipe in tako naprej, ampak kaj izpolnjuješ, poslanstvo tvoje, ne, pač rečemo. Verjetno znotraj s tem področjem uresničuješ svoje poslanstvo, sprav, kaj je tu? Ja. Prej sva rekla, če hočeš biti sam uspešen, najbolj mirna pot, da res mirno spiš, ker vsak večer vemo, ko se pokrijemo, smo sami sabo, ni nobenega drugega, ne? Da imaš ta mirni spanec. Jaz mislim, da bo že počasi vrednota, ali pa je vrednota zagotovo. Moje poslanstvo danes je v bistvu pomagati posameznikom, da prehodijo podobno pot. Jaz sem si rekel, a ne bi bilo v redu, če bi bil poslovni model tak, da jaz z mojim znanjem na področju financ poskušam nekomu pomagati, da rečva, najslabši primer, iz dolgov pride na nulto stanje, pa potem, ko je nulto stanje, probamo 5 do 10% ohraniti od družinskega proračuna in počasi investirati naprej in v roku 5, 7, 10, 15, 20, 30 let zgraditi neko varnost, s katero nekdo ne bo rabo imeti, ne vem, na stara leta zelo velike izzive. Pa dajva zdaj to zgodbo razširiti. Ko smo ustanavljali inštitut, to je čist iz prakse gledano, smo se vprašali, kdaj se lahko posameznik vpraša, a jaz ok mislim ali ne ok mislim, a imam kakšna prepričanja iz mladosti, a me kaj zadržuje, a uresničujem svoje potenciale, a sem srečen v življenju. A se lahko to posameznik vpraša, če je v minusih, limitih, kreditih, pa ne ve, kako bo jutri položnice plačal oziroma nahranil svoje otroke. No way. No way. Dokler imaš ti eksistenčni strah, da ne veš, kako boš jutri, kako boš čez en mesec, kako boš čez pol leta, čez 10 let, da ti nekdo pokojnino omeni, se ti zvrti v glavi. Dokler je ta eksistenčni strah prisoten, da si paraliziran od tega, ne boš osebnostno razmišljal, da bi mogel kaj napredovati, ali pa je lahko to sicer čudovito izhodišče, da ne pomote, ampak večinoma si zaradi tega paraliziran. Ne boš se vprašal, koliko bi prispeval k okolju, a bi jaz zdaj to mal soseski kaj prispeval, ne? Kaj boš prispeval, če nimaš zase, ne? Ne boš se vprašal niti, kako se počutiš. Skratka, vema, enormno veliko stvari ne raziskuješ, če si rečva temu podganji dirki, ne, od kredita do plače, od kredita do plače, od kredita do plače in si kot robot. In ja, to je moje poslanstvo, da ljudje v prvi vrsti začutijo, da je denar pomemben, ne da je najpomembnejši. Ne? Ampak če govoriš, ne, se jaz sem duhov, ne, lej, meni denar ni pomemben, mislim, jaz ponavadi rečem, pokaž mi TRR, pa ima takoj videla, kje je težava. Ne v skrajnosti, ampak zelo pomemben vidik naših življenj, večjih stvari, ki jih v življenju delamo, je tudi denar. Jaz kot mulc, srednješolc in potem študent sem začutil, da lahko s tem, ko nekaj ustvarjam, pa imam nekaj malega na strani, imam svobodo, da me nihče ne tišči, da sem 8 ur nekje v službi. Jaz nimam razen študentskega dela 1 ure dela z nekim delodajalcem, ker sem takoj pač že v 3. letniku odprl faks, pomeni, ko sem zaključil faks, sem se takoj pri sebi sam zaposlil in delal tam naprej. Izključno zaradi tega, ker vem, da če znaš ustvariti, pa če imaš nekaj na strani, se boš drugače svobodneje odločil, kaj boš v življenju počel. Mi imamo pa danes milijone, milijarde ljudi, ki ne vem, v začetnih letih izpolnjujejo vse svoje želje in cilje, prekomerno zakreditirajo uno levo in desno in odjednom so v enem roller coasterju, kjer ti se ne moreš več vprašati, a je to, kar ti počneš, ok, ker moraš to početi zato, da boš plačal tisto, kar si pred 5 leti sposodil. In ja, če je kaj moje poslanstvo, je to moje poslanstvo. Torej, da res poskušam ljudem predstaviti, da imamo samo v aktivnem obdobju našega življenja, ki je v bistvu najdaljše na časovni življenjski premici, ne, če gledamo, tu se rodimo, tu umremo, tu smo od staršev odvisni, tu smo po penziji, imamo najdaljši življenjski del poti v bistvu naše aktivne kariere. In tu 2 nasveta za vse, moraš delati to, kar rad delaš, ker je čist predolgo traja. 40 let boš delal nekaj, kar ne bi rad delal, ne? Mislim, da te nekdo sili. In pa po drugi strani, samo v tem obdobju imaš priložnost, da si z aktivnim delom nekaj prihranil, da imaš finančno varnost,
zdaj za bolj zahtevne pa to pomeni tudi finančno neodvisnost, da si pač toliko ustvariš v 20-30 letih, da lahko s pasivnimi prihodki v bistvu mesec preživiš. Ne? In ja, neverjetno je, kako svobodo, ne, so določene moje stranke ne čutile lani marca, aprila, ki je prišla korona, se je zaprlo vse skupaj, vse smo imeli tudi izjemno žalostne zgodbe in smo mogli tudi pomagati unim, ki so pa odjednom se znašli brez dohodka, takoj v minus, kredit drug mesec plačati. To so bili tudi zelo zahtevni primeri lani, ampak hočem izpostaviti primere, ko so me ljudje poklicali in so rekli, Matjaž, lej, zdaj pa vem, o čem si ti govoril. Zdaj pa vem, kaj si ti meni rekel, da je treba rezervo takrat ustvarjati, ker so debele krave, ker slej ko prej pride enkrat do nekega obdobja nenadnega, na kjer ga ne moramo ne jaz, ne ti nihče vplivati, ker ti bo v bistvu pokazal, koliko fajn je, če imaš rezervo. In če si imel rezervo, jer se ti nisi rabo takoj iz kelnarja, ker se ti zaprli hotel, prezaposliti ne vem kam nekam nujno, ker te čaka leasing za avto, obrok kredita, ker si bil 3 leta nazaj na ne vem unem dopustu, pa to in to in to, ampak se ti lahko relax usedeš pa rečeš, čakaj malo. Spremenjena je situacija. To so slabosti, to so prednosti. Kaj naj jaz zdaj v bistvu tem naredim? A sem jaz pa bil zadovoljen, zdaj sem službo izgubil, a sem jaz pa bil zadovoljen s tem, kar sem delal? Ne? Da skočiva nazaj, kot sem začel tale odgovor. Ne bomo se sprašvali o ničemer naprej, pa razvijali naših potencialov, če imamo eksistenčni strah. In če je kaj naše poslanstvo, je to, da pomagamo posameznikom, da jih ta eksistenčni strah ne baše. In jaz sem si rekel, več, kot jih bom spravil ven iz podganje dirke, boljše je. In tu je moj motiv, ker večjim, ko bom Jernej pomagal, vedno mi nek delček od te pomoči kapne in ko je teh kapljic veliko, je kozarec poln in ko je teh kapljic še več, je soček poln in je čista win-win situacija. In kaj reči? Kaj ne reči, stari? Svaka čast. Ne, res pač, svaka čast. Da si predvsem za mindset, pač briga meni, ali imaš ti zdaj milijone ali ne, pač če jih imaš, hvala Bogu, da jih imaš, glede na to, kar si nam povedal, si jih zaslužiš, ali ne. In verjamem, da tako delaš, kot si rekel, in če ti zaupajo bližnji, kar so ugotovila, da v Sloveniji najtežje, ne? Če ti zaupajo bližnji, si zmagal dejansko. V Sloveniji, če ti zaupa familija do stricev, bratrancev, sestričen, rečemo, da ti ta familija zaupa, pol ni mej, pač ko je v Sloveniji, in pač res svaka čast za to in je jasno, pač zakaj si šel lahko čez vse neje, čez vse v klub, da si čustveno doživljal, verjetno imaš teh anekdot malo morje, ker si mislil, da boš kvitov, pa čau, vse skupaj, grem jaz filozofirati, kaj če se mučim s temi ljudmi, buberi, razumeš, da sem tle, da jim pomagam, ampak, po drugi strani, če pa si v Sloveniji zaveden, je pa še to, da ker smo se osamosvojili, je bilo veliko tega. Ogromno. In danes mindset je posledica tudi tega. Zagotovo. Da niti bližnjemu ne zaupamo. Tukaj so, rečemo temu, ranili Slovence, te, ki so prišli z lažnimi obljubami noter, da tudi bližnjemu zaupajo, ker so tudi bližnji nategovali bližnje. Kar je najhujše. Si ne predstavljam, da bi svojemu fotru, babici, prodal nekaj, da bi babi šla pol v tak minus, da si ne predstavljam. Zgubila cel vložek. Tega je bilo ogromno, pa zanimivo je, da kot zastopnik prineseš pač neko informacijo, ti 100% na začetku zaupaš veru informacije, kjer si to dobil. Tako da, kolikrat vidimo, da se to na leto ponovi, pa zdaj še vmes s kriptovalutami, pa da ne govorim, a se je skozi je v bistvu. Tudi v Sloveniji smo zelo nagnjeni k temu, ker smo zelo hlepimo po dobičku jutri. Torej, kdo bo zdaj čakal? Kdo bo zdaj vlagal 25 let pa čakal? To moraš ti jutri doseči. Ampak samo da dodam. Vidim, da veliko teh tržnikov, ki pač pridejo do najbližjih, pridejo res v dobri veri. To ni zdaj upravičilo za njih, ampak hočem povedati, da niti oni sami ne vejo, a je to v redu ali ni. In ko sem jaz to doživel po 7 letih karijere v tisti ekipi, skupini, ki sem tudi brezpogojno zaupal, ko smo pol videli, kljub temu, da jaz tega nisem priporočil, sem bil pa ves med stranko, ki se je pol odločila naprej, pa s tisto ponudbo, ki je pol pač šla v franže, hvala Bogu za res malo količino strank, pa za mali del premoženja, ker smo bili vse razpršeni. Jaz sem tam videl, da brezpogojno 100% zaupati nekomu,
ki ti govori, ja, veš, to ti, ne. Na koncu je znotraj tega finančnega sveta veliko konflikta interesov, ampak res enormno veliko konflikta interesov. In to je bilo takrat res moje gorivo, da sem rekel, ne. Če bo karkoli pri stranki narobe, bom vsej rekel, evo, res je, jaz sem tule, stojim, sedim, jaz sem to svetoval. Ne pa, da je tam še nekdo, pa tam še nekdo, pa tam še nekdo in pol naredi ko svinjarijo in ti si v prvi bojni liniji. Ne? Ja, to je meni, bi rekel, takrat se spomnim, bilo res močno izhodišče, da se hočem izključno nase zanesti oziroma si izbrati okrog sebe ekipo, ki bo negovala enake vrednote. Jaz to dan spet zelo strokovno zdaj imenujem. Ne? Jaz nisem pol, bi rekel, s tem mindsetom šel iskati, ampak vedel sem, da si moram poiskati ljudi, ki so mi, bi rekel, po vrednotah bližje. Da isti ptiči skepletijo, ne? Točno tako. Ja. Točno tako. Ok, omenil si kriptovalute, pa tudi ne, jaz imam neki, pa čisto me zanima, ne, pač zdaj danes sem videl en naslov enega članka, ne, ali bo šel Bitcoin spet na 20 €, ali bo šel na 100, a ne, pač svet, tak, a ne, se pravi, tega čisto realno mi povej, ki se pač ukvarjaš s temu, pač zdaj spet je tu rekla lahko, ker si gost in pač, ampak na vse, ker si povedal, pač, jaz te bom sigurno poklical, no, pač tako, da mi saj poveš malo, kam ne se obrne, ko se obrne, pa kaj imam, kaj je cool, kaj ni, čeprav smo že dosti prečistili, ampak nikoli dodatno mnenje ne škodi. Me zanima, koliko so realne kriptovalute za prihodnost, ne? In drugo pač, kaj ti predlagaš, recimo, da bi rekla, da imam jaz 10 €, ne? In koliko od 10 € najdem v kriptovalute. Ja. Tako da damo pač ljudem nekaj, da recimo, če imajo nekaj našparano, koliko procentov, naj se grejo tu in mogoče tudi kjer kovanc, ajde rečemo, zdaj je za dolgi rok, pa za kratek rok petek vemo, da nihajo, pač to moraš se pa malo bolj vršiti tu not. Tisti je pol, ja, tisto, kar bo danes rekla, lažje jutri več je out, ne. Ja, sem pričakoval to vprašanje, ker vendarle je aktualno, ne. Ja. Kripto je aktualen, plus tega vendarle Jernej bodva zelo, bi rekel, realna, govoriva o naložbenem razredu, ki v 10 letih posekal vse ostalo. Ne? Torej, ne glede na to, koliko si bil špekulativen z nekimi drugimi investicijami, Bitcoin ima v zadnjih 10 letih povprečno letno donosnost 230% na leto. Ne? Tako da zdaj treba. Greva. Le preveč je to tukaj, ker bo začel jokati, ne? Ker ko je Bitcoin prišel ven, sem mislim, da jaz bil, ne vem, kdaj je Bitcoin prišel ven, ti boš zdaj to točno. 2008, ne? Ja. Sprav, ko je prišel 2008, a ne, takrat, sem jaz pomislil, ker sem bil še študent, sem rekel, stari, pismo jaz ne vem, če ne bi 500 € vrgel tu noter. Ker sem jih imel. Ja. In pa sem rekel, kaj pa vem, ne vem, bom še malo počakal. Ja. Sem počakal 13 let, rekel, ne vem, koliko let, pač preveč v glavu, ampak anyway, ja, res sem takrat se resno razmišljal, ene parkrat sem me tako v življenju in sem rekel, kaj pa vem, in je šlo mimo, je v tega dan. Tako da ja. Ok, ampak ja, ima donosnost, vsi vemo, če si takrat dal 500 € si danes tako pač. Res neverjetno, ja, neverjetno. Ne? Torej tega res ne moramo primerjati, lahko to primerjamo z vsemi ostalimi, ne vem, tehnološke delnice kot najbolj donosen sektor, na drugem mestu zadnjih 10 let je prinašal 20% na leto. Ne? Torej, pa mi govorimo o povprečju na delniških trgih 120 let, povprečje je 9,7, slabih 10. Torej, jaz vidim, da če že uspemo z investicijami ustvarjati vsaj med 9 do 10, 11, 12 na leto v povprečju na dolgi rok po odbitku stroškov pa davkov, smo zmagali. Vsak bi ta obrestni račun na dolgi rok podpisal. Tako da ja, kripto je zanimiv, seveda, prvič je donosnost, drugič je pa ena res, rečemo temu, noro dobra tehnologija z enim takim pridihom, česa smo res konkretno naveličani. Pa deva najprej mogoče se osredotočiti na samo tehnologijo, pa ta vidik pa va šla pol na ta bolj naložbeni vidik. Ne? Odgovor na tvoje vprašanje, bojo kriptovalute z nami, je z moje strani definitivno ja. Brez tega svet več ne bo mogel funkcionirati.
Vprašanje se samo postavlja, katere kriptovalute bodo z nami ostale tudi dolgoročno, ko bo na ta trg prišel tudi regulator. Torej, moramo in vemo to in moramo to razmišljati, da regulator bo te trge želel regulirati, ker da gre izven reguliranih finančnih, bančnih, zavarovalniških trgov toliko denarja v neke blockchaine in se tam obrača in se zelo veliki dobički in pol pride to nazaj, je povezano tudi z nekontrolo, pranjem denarja in tako naprej. Skratka, to vemo, regulator bo to želel v bistvu nadzirati, ampak to ne zmanjša pomena kriptovalut. Mislim, da je bolj pomembno vprašanje danes za vsakega posameznika, da se vpraša predvsem, katere, ne samo kriptovalute, kateri projekti so pa tisti, ki bojo res prinesli izboljšave. Danes sva že govorila o zaupanju. Kak izziv imamo Slovenci zaupati en drugemu? Poglejmo, Jernej, globalno. Kak izziv imamo mi z zaupanjem že nekaj let v globalni ekonomiji? In če pogledava tehnologije iz preteklosti, so vedno uspele takrat, ko je bila rešena neka res velika težava. Torej, parni stroj, olala stvari je rešil. Greva malo bliže, internet. Brez interneta, najene današnje zadeve ne bi bilo. Greš na dopust, ni Wi-Fi-ja, je kot da si izgubil nogo. Pa dajva se spomniti, ker so bili članki zunaj, naslovnice, kaj, da bi mi prek banke plačevali, prek interneta, da bi se jaz na banko povezal, pa plačilo, pa kaj si ti nor, da bi jaz kupoval, da bi bile trgovine online, to si sploh ne predstavljamo. Poglejmo realnost danes, ne? V času korone, da ne bi bilo tega, bi bila okuženost neprimerno več. Točno tako, ker ne bi imel možnosti. Zdaj pridemo pa mi do te tehnologije, ki je prvič decentralizirana, torej stran od centraliziranih sistemov. Mi imamo centralno banko, ki določa vrednost denarja, pa imamo centralno to, pa centralno uno, pa centralno tretje. In zdaj, da res ne greva preveč v globine, ker sem prej omenil, da finančni svet, ki ga študiraš, res odpre, tu od zadaj so različne skupine z različnimi interesi. Dajva tako reči, pa bova pri tem ostala, da ne bova šla tu preveč globoko. Vsak naj si gre sam pol študirati. Na YouTubeu je veliko video, to lahko pogleda. Veliko video, ne? In zato je ta ideja res nora, da pride nekaj ven, kar je decentralizirano, se porazdeli med vse in v white paper pri Bitcoinu zapišejo bring the power of the money back to the people. Vsi, ki smo kadarkoli poslušali, ne vem, Rage Against the Machine, zdaj vam kurijo kožo gor. Jaz se spomnim, ko sem white paper prebral, pa sem si rekel, aleluja, to je to. Nekdo bi končno rad centralne sisteme sesul in bi rad, da pride moč denarja nazaj med navadnega posameznika, ki ga v končni fazi tudi služi in ki prispeva, da cel sistem funkcionira. Torej, piramida, prihodkov taka, ampak dajmo mi iti mogoče na tako, da je res večji del se lepo porazdeli. Tehnologija, ne samo ta del, torej decentraliziran, sama tehnologija, zelo na kratko v 2 stavkih, bazira na nezamenljivih zapisih, blockchain, torej vsak zapis gre v blok in potem se to z verigo sklene v chain, blockchain, in nazaj je to nespremenljivo, ne moreš nikjer spremeniti. In zdaj deva skočiti, ko bo šla tudi v naložbe, ker raziskuješ projekte in pol ugotoviš, da je ena firma, ki je trenutno to tehnologijo pregnala toliko daleč, da bom lahko jaz kot uporabnik skeniral nekje QR kodo in bom vso poreklo tiste zadeve, ki jo imam pred sabo videl. Zdaj ne vem, a kupujem bio pomaranče ali sem si krožnik naročil v trgovini, v gostilni, ali sem šel, ne vem, kupiti BMW, je zdaj to s tem podjetjem isto podpisal pogodbo, ali grem kupiti novega BMW-ja, poskeniram QR kodo in vem čisto vse dele, ki so jih ustavili, kdaj so jih ustavili, kje je poreklo. Skratka, tehnologija rešuje zaupanje. Če si mi danes, ko prodajamo hišo, nekdo je kupec, nekdo je prodajalec, moramo iti prek notarjev, pa odvetnikov, pa uno preverjati, pa tretje, pa četrto. Švedska je dala celo zemljiško knjigo na blockchain. Ko se možnosti pri prodajalcu in pa kupcu združijo v korist obeh, smart contract, stvar, ki jo je izumil Ethereum, v bistvu sklene pogodbo, lastništvo se prenese, denar se prenese in vsi so zadovoljni. In tehnologija rešuje problem zaupanja v globalni ekonomiji, širše gledano. In to bo spremenilo z mojega pogleda vse finance, trgovanje finančno, finančni posli in to gre vse absolutno v to smer. To so res neverjetni projekti, samo vprašanje je, tako kot sva rekla,
Se pravi, ja, točno to, kar si rekel, kar si omenil, ne, se pravi, Ethereum tehnologija, ki je neki, ne, dobro, Bitcoin sam po sebi ni vezan na neko tehnologijo, ampak sam po sebi taka tehnologija, ki v bistvu omogoča vse ostalo, a ne, tako da verjetno Bitcoin dolgoročno bo bil z nami forever. Ker je pač začetnik. Jaz tudi mislim, da pa le prvi je, pa samo 21 milijonov jih bo, ne? Pa če zdaj pogledava, koliko je že izgubljenih, potem bova zelo hitro ugotovila, da pri neomejeni količini denarja, ki se tiska na trgu, ne, in pri vseh pogojih, da bo samo en delež bogatih hotel imeti to zase, pa dajmo pričano vse retaile iz celega sveta, ne, kjer sva midva je zraven, pa vsi ostali, ne, potem je ta zgodba dosti jasna, da matematični model razvoja cene Bitcoina long term je kar zelo zanimiv. Verjetno si sploh ne moramo predstavljati nekih številk, je pa kratkoročno lahko izjemno podvržen manipulacijam. Kar se zdaj dogaja v zadnjih letih, ampak tako je. Točno tako. Ampak zato je pa treba imeti tudi bolj dolgoročnejši pogled in da seveda ne pozabim odgovoriti na tvoje vprašanje, sicer to ne sme biti naložbeno priporočilo, naložbeni nasvet, bom pa seveda povedal, kaj imam v portfelju sam, kaj sam spremljam, kaj se mi sam zdi na kriptosvetu zanimivo, ampak ja, vsi poslušalci. Se pravi, zdaj osebno mnenje Matjaža, ne finančnega svetovalca. To je Matjaž, državljan Republike Slovenije, mnenje njegovo. Ja, ker ne sme biti finančni nasvet, ne. Za tisti je treba pol, bi rekel, poznati posameznika in tako naprej in tako dalje. Ampak ja, jaz bi od 10.000 evrov, jer nekaj si vprašal zase, če danes gledam, najprej bi se vprašal, kak je moj cilj. In če rečemo, ne vem, da imaš cilj, ki je nekje srednje do dolgoročen, da ciljaš s temi sredstvi nekje na naslednjih 5 do 10 let, da bi rad s temi sredstvi nekaj naredil, potem imamo prvi pogoj izpolnjen, da bova gledala malo bolj dolgoročno in še torej si lahko privoščimo več tveganja. In v tej fazi mislim, da neka taka razdelitev zagotovo lahko zaobsega vsaj 10 do 20% tudi v sektorju kriptovalut. 1/5 pri neki razpršitvi je namreč vedno znesek, ki tudi če rečemo, ker je to vendarle še nereguliran trg, ima znana, neznana tveganja in tako naprej. In če se vprašamo, lahko to zgubimo, pa kljub temu naprej finančno še vedno dobro stojimo, je do 1/5 neke razpršitve lahko to riziko, ki bi ga prevzeli. Tako da zagotovo, preostali del bi pa jaz, tudi če gledamo na naslednje obdobje 5 do 7 let, definitivno bi poleg kripta vključil del denarne pozicije, cash pozicije. Zakaj? Ker znotraj investiranja, ko začnejo teči leta z našimi investitorji, se vedno nekje pojavljajo kakšne nakupne priložnosti. Ti si mogoče investiran že v kripto, pa v zlato, pa nekaj mogoče v nekih ETF skladih ali pa kakih dobrih delnicah in naenkrat se zgodi korona marec 2020 in vse pade za 60%. Če si kot dolgoročni investitor, veš, da se ti je ponudila zelo dobra nakupna prilika in če imaš takrat denar in ga moraš imeti vedno en del portfelja, potem izkoristiš, da lahko kaj bolj dokupiš, ne vem, Ether si prekupal, ne vem, po 500, marc ti je ponudil, da je bila cena, ne vem, 100, pa rečeš, ok, super, evo, dokupim, ne vem, 5 etrov zraven tog, da sem količino povečal, ker je trenutno cena nizka in danes vemo, ne, glede na dvig cene, kak močen finančni efekt bi bil, ne, zelo močen. Tako da ja, kripto do 20, jaz bi obdržal nekaj v denarju, mislim, da je fizično zlato stvar prihodnosti, zelo z zanimanjem spremljam te debate, zdaj, ki jih je toliko kontra temu, vsi so za Bitcoin, pa vsi so pol kontra zlato, oni gold bugi govorijo, ne, to boste videli vi, ko vam bo internet izklopili, na več nič, moraš imeti zlato v sefu. Jaz se ne bi tule delil. Obe dve in kripto, rečemo nek Bitcoin kot digitalno zlato, pa še kakšna kriptovaluta kot poslovni projekt in zlato imajo ene skupne edinstvene lastnosti, res neverjetne lastnosti, zato bi jih jaz imel v portfelju. Dodatno bi pa portfelj zagotovo pri sebi začinil s kakim dobrim ETF skladom. Zakaj z ETF skladi? Ker so cenovno zelo ugodni, pa bi rekel, ne vem, da želim slediti, ne vem, razvijajočemu se trgu, kitajski mal, unim delom sveta, bi si tam kak sklad zbral in sam zase pa rad izberem tudi kako delniško podjetje. Torej, da ne vlagam direktno v sklad, kjer imam, ne vem, 200 firm, ampak si enostavno po analizi nekako naredim nek širok izbor podjetij, v katere dolgoročno verjamem. V katere verjamem tako, da bi recimo z njimi tudi delal nek posel. Torej, da so mi zelo blizu. Tvojemu mindsetu bi rekli temu. Točno tako. Tako da neka taka razpršitev ne 10.000 bi bila po moje zelo v redu. Ker si me pa bolj za kripto vprašal, pa greva nazaj na tisti, rečemo 2.
Zdaj, marsikera moja stranka bi rekla, ja, Matjaž, bom jaz zdaj prvo leto spet probal, ne. Sej vem, kaj si mi ti rekel, ne, ampak bom probal z več. Tako da ja, tudi če je več, če znaš to dobro obvladovati, ni nič narobe, ne. Trg lahko res ponuditi, če je več, tudi zelo veliko. Ampak ja, jaz bi načeloma verjel v projekte, ki so zelo stabilni, tako da na prvem mestu sta pri meni zagotovo Bitcoin in Ether. Bitcoin zaradi svoje specifičnih lastnosti in tega, ker je bil prvi, Ether, ker absolutno smatramo, da gre za enega največjih poslovnih projektov potem, ko je bil v bistvu nastal Microsoft v preteklosti. Ne? Microsoft, rečemo, je taka res nora poslovna ideja, bila, ko vsi vidimo danes, koliko moramo njihovih stvari uporabljati in kako so omrežili svet, no, s tem, kar so naredili. Zelo podobno zgodbo bi znal prinesti Ethereum. Potem pa sam osebno gledam vedno poleg teh dveh favoritov, ne, na neke stvari, ki bojo res prinesle izboljšanje. Zdaj, YouTube vsi poznamo. Theta in pa T-Fuel, njihov native token na Theta, bi rekel, tej osnovi blockchainu, recimo dela spremembo streamanja, kjer se bojo podatki hranili drugače, kot se hranijo pri YouTubeu. Tudi soustanovitelj YouTubea je trenutno pristopil k njim, Google, Sony, Samsung so trenutno v tem projektu, torej jaz mislim, da nekaj je, če se tako velike... Ko se to napiše THETA ali THETA. Tako da to je recimo eden izmed projektov, ki je meni izjemno všeč, ker predstavlja res prihodnost in predstavlja rešitev pretočnosti 4K, 8K in ne vem kaj še vse, ker bo to na toliko dobrih nivojih decentralizirano, razporejeno, ne samo, da smo čas prihranili pa serverje in tako naprej, ampak še bolj hitro vse skupaj funkcionira. Hkrati k temu dodajam projekt VeChain, ki sva ga že prej omenila. To je projekt, kjer z Siemensom, BMW-jem, različnimi podjetji po svetu grejo podjetja s svojim poslovanjem na blockchain. In ko bo izdelek, proizvod, storitev zunaj, jo ti poskeniraš s QR kodo in vidiš celotno zgodovino tega. Torej, zelo zaupaš temu, kar si kupil, ker vidiš celotno zgodovino. Tu, glede porekla, kakovosti in vsega, jaz mislim, da je tudi stvar, kjer res blockchain prihaja dejansko do nas, ne, kjer ni več to tok nekje v zraku gor, ne, ampak dejansko pride blockchain do tebe. Vidiš, kje so potenciali te tehnologije. Ne. Seveda, če gledam, bi rekel, pri teh favoritih jaz zaupam tudi Binance borzi, tako da mislim, da tudi njihov token BNB kot token te borze bi znal biti zelo zanimiv v prihodnosti. Ne. Je bil že prej, pa je še zdaj, skratka, to je dejansko... Ta slovenska, ni Binance? Binance je azijska, slovenska je Bitstamp. Ampak Binance kot tak ima tudi svoj token. Ne. Tako da potem pa, če greva v malo bolj dinamične projekte, pa jaz zelo verjamem v tale švicarski projekt Polkadot. To je pa recimo neka nadgradnja Ethereuma, hitrejši, manj fijev, drugačna tehnologija. Švicarska vlada zelo stoji za tem projektom, tudi v Švici, v tem cugu, kantonu, kjer imajo kriptopodjetja malo drugačne pogoje, pa boljšo zakonodajo, kot jih imamo recimo podjetja, kje druge v Evropi, se je ta projekt rodil. Ne smemo pozabiti omeniti Cardana. Cardano je, bi rekel, projekt tudi izrojen iz Ethereuma. Cardano ima zagotovo ekipo z največ strokovnjaki na kupu. Če greš gledati ekipe od zadaj, ne, kar je tudi zelo pomemben faktor, ko raziskuješ neko fundamentalno sliko nekih projektov in pri delnicah ali pa pri kriptovalutah, tu res vidiš dodano vrednost, ker je ogromno zelo renomiranih strokovnjakov, neverjetno od zadaj. Ne. Pa projekt tudi prinaša neke spremembe. Ne. Tako da recimo to bi bili, rečemo temu, neki favoriti zame za nek stabilen del projekta. Potem je pa zelo različno od zelo dinamičnih, špekulativnih, jer to se pa lahko zelo spreminja. Tako da tam pa mislim, da posamezniki morajo narediti malo naloge, ker 10.000 je trenutno kovancev. Mislim, jaz se spomnim, ko sem jaz prvič na cryptocurrency CoinMarketCap pogledal, jih je bilo napisanih prvih 300 ali 400, koliko jih je bilo takrat. Zdaj tega 10 jurjev. Zdaj pa ti zberi med 10 jurjev vrednimi projekti, kaj je dobro. Tako da mogoče na svet, jaz se poskušam vedno držati tiste prve strani prvih 100, ne, ker če mi po tržni kapitalizaciji projekt ni preletel ne med prvih 100, ampak med prvih 20-30, da vidim, da se vsaj nekaj milijonov not v tem projektu obrača, pol načeloma postanem zelo skeptičen. Do tega bi sploh šel naprej raziskovati.
Tako da za vse preostale špekulativne, ki so bolj špekulativne, torej ki so šele na začetku nečesa, definitivno, če so na manj kot pa nekje na prvih 50 mestih, če gremo po tej tržni kapitalizaciji, uveljavljenosti, recimo se jaz osebno jih ne bi. To je market cap v angleščini. Tako, market cap v angleščini. Ker večino imajo v angleščini, da damo Ja, v ročnik. ja. Ok. The best, ne vem, kaj če te tle vprašati, vsaka čast, da se tega lotaš, da ti je to zanimivo, da se to raziskuješ. Jaz tako povem, eno osebno izkušnjo sva bila pri eni finančni svetovalki in ona je začela tam govoriti. Jaz sem mislil, da bomo medle v tem. Kaj ona, mislim, pa ni nič tazga govorila, vse jo štekam in razumem, sam mene in noter je podhuro sem bil, jaz sem toliko drugač, rečemo temu, sem razmišljal, da kar mi je ona govorila, me je, sem tako urši rekel, ne greva nikoli več sem, pa je super punca, proma, kar pove, nič ne rečem. Ja. To je best. Sam ni moja filozofija življenja. Ja. Tako da me zanima tvoja, pač, ne, Jeri, tako da ja. Ampak, kaj sem hotel reči, eno stvar sem imel, ki sem prav tako, to sem hotel reči, všeč mi je, ker se pogovarjava, ko večkrat izpostaviš Jerni, prav tako me nagovoriš. Ne vem, ali ti je to motivizirano ali to za nalaž delaš? Zelo dobro vprašanje. Definitivno z vidika pogovora, da ne pozabim imena. Sem imel včasih na začetku tudi vseh poslovnih razgovorov, pa vsega, predvsem pa iz radijskih, vedno ime pred sabo. In to je pa čist nekaj, kar je ostalo od mene od radijskih časov, od upravljanja intervjujev. Ja, tako da sem si vedno, bi rekel, nekam zapisal, s kom se pogovarjam, kdo je moj sogovornik, ker ni ga hujšega, da nekaj narobe, da mu narobe ga po imenu pokličeš po pol ure debate. In mi je to ostalo, da večkrat skušam osebno nazaj nasloviti oziroma omeniti večkrat ime. Ja? Čist. Tako da nezavedno že počasi. Anekdota. V soboto smo imeli na Inštitutu za neodvisnost eno tako delovno srečanje in smo debatirali o tem, koliko res dobrega feedbacka dobimo. In pa smo se mogli orang nasmejati anekdoti, ker sem rekel, samo en negativen komentar smo pa zanj dobili, to ste videli, pa vsi tako, kaj pa je bilo, kje, kam je prišlo, kako da nismo zasledili, vas neko, jaz sem dobil direktno zasebno sporočilo po enem izmed liveov, ki sva jih naredila Žigo, mi je nekdo napisal in jaz sem bil zelo hvaležen, ker je napisal, Matjaž, lej, top vsebina, sama veš kaj. Jaz sem sam slišal vmes, poleg vsebine sem sam slišal žiga in to je napisal 20krat dol, pa smajlija na koncu pa je napisal čist dobro nameren nasvet, ker te poslušamo, pa ful stvari razlagaš, si se tokrat se nazaj na njega navežeš, da enostavno že tokrat je imel odzvane, si rečeš pa a bo neho, pa 100krat ga je po imenu poklical v 1 uri pa pol live, tako da vidim, da je to toliko avtomatizirano, da moram biti zdaj že v kontra osveščen, da ne prevečkrat imena omenim. Ja, zanimivo. Še posebej, ker se vedno pogovarjata, pa gre to tam ven. Zdaj tle se vedno pogovarjava, ker rečemo temu na nek način talk show, intervju, medtem, ker tam dajete za ljudi ven. Ja, tako je. Pa še pol toliko bolj moteče, ker nekdo 2 uri posluša informacije, ki so sam njemu namenjene, in ga vmes valjda po moje, mislim, se je logično, se jaz sem tudi pa šel poslušati ta del posnetka, je čisto logično. Ker sva prej govorila, ker si me vprašal, kaj so bili, ne vem, kaj je bilo tvoje gorivo, kje so bile knjige, kje je bilo neko znanje. Mogoče tule res super stvar, da jo poveževa skupaj. Kako pomembno je, da na poti rasti dobiš iskrena mnenja. To je noro pomembno, ker meni, ko mi, recimo, jaz delam nek live, poprašam unga, kako si ti, super si bil, pa unija, super si bil, pa unija, super si bil. Pa ne bom pozabil, pred nekaj leti kličem kolegico Špelo, Radika, pravim, a si poslušala, pravi, ja, seko in? Je pravi, veš, kaj sem jaz slišala? Seko ne povej. Seko, kaj, a to si slišala? Pravi, ja, dej, zasuči si nazaj, kar si govoril. In res, takoj, ko sem nesiguren ali pa ko iščem besede, je bilo to moje mašilo. In če si vzel ti stran vse moje besede izgovorjene, si res slišal sam to, celo uro. Hočem povedati, kako pomembno je, da imamo okrog sebe ljudi, ki ni problem povedati, se ona ni rekla, da sem jaz bil za nič, se nisem bil za nič, ampak najdla je točko, kjer se lahko jaz izboljšam.
In vsi mi se lahko celo življenje na vseh področjih vsega, kar delamo, izboljšujemo. Samo nemogoče se je izboljšati, če ti nekdo reče, ja, v redu je bilo, ne. Sej, top si v delu, super, ne. Mislim, sej, fajn, ne. Ta mnenja so super, ampak mnenje za učiti pa rast se mi pa zdi, da mora priti do mnenja, ko je konstruktivna kritika, mislim kritika, jaz to ne jemljem kot kritiko, ampak rečem, aleluja. In enako sem se zanj čutil fanto na Facebooku, noro zahvalil, ne, sem rekel, lej, top, ful ti hvala za to mnenje, ker verjemi, zdaj bom zelo pozoren, ko grem naslednjič v live in bo tudi iz vidika poslušalnosti bravo, boljše. Ne? Torej mi je nekdo sporočil nekaj, kar lahko izboljšam. In tu je miselnost, rečemo temu, uspešnih ljudi, ne? Ker dosti ljudi, ki bi ti rekli, kako je bilo in bi ti rekel, ja, lej, tle bi to lahko boljš, ne? Pa če sem tu tak, da povem nazaj, ne? Pa če ne dam nikoli, lej, super je bilo, ne? Pa sem tiho in začel, lej, ta Davis, če mi kaj ni bilo, pač povem, ne? Ampak pa so ljudje užaljeni, a veš? In pol, doskrat jih danes, če mi kdo tako rečem, pa hočeš iskreno mnenje ali pač tako, da se boš dobro počutil, a ne? Bravo. In pa pač vsaj poveš, ne, pač lej, verjetno je, da se ne boš dobro počutil, ker ti bom povedal, kar ti imam za povedati. Ampak it's coming, tako da si lahko izbereš, ali želiš, ali ne. Ampak po večina reče, ja, poveš, so malo žaljeni, ampak pol so tako, ja, ok. Pač dojamejo, ne. Ampak brez tega je nemogoče napredovati. Ne moreš rastiti. To so ti trenerji, ne, če bi tako gledal. Jaz imam najraje pač analogijo, ker pač imam reči šport Michael Jordana, ne. Sam, če ne bi imel Phil Jacksona. Točno tako. Samo ta celota je v bistvu ustvarila to, kar je na koncu uspelo. Jaz si prej vprašal za ne. Popolnoma ista zgodba, ne. Jaz sem se zelo hitro zavedal, ko sem se domov zvečer vračal, da če je cel dan optimalno potekal, vsi so rekli, ja, vsi so jedli z roke, ne, po domače povedal, ne, sem se domov zvečer vračal, kaj sem se zdaj jaz, a sem se jaz kaj naučil? Jaz sem že počasi ko robot ponavljal nekaj, ko je bil pa ne, ali pa je nekdo neki čist novo tematiko odprl, torej je, bi rekel, premrdal moje možgane, da niso mogli iti tja, kamor sem jaz hotel priti, to je bilo pa tisto, kjer se je zgodila rast. In vse zavrnitve, vsi padci, vse, kar bi rekel, ni šlo optimalno, je ponudilo mesto za rast nečesa novega, da si nekaj izboljšal. Danes isto se zgodi kakšna situacija, ne, 2 leti, leto nazaj, letos, kakorkoli, pa zgodi se neka situacija pri poslovanju, kjer jaz uspem še vedno, ko to vidim, ne, da do tega pride, sicer včasih zelo čustveno odreagirati, kar je prav pač tak, kot oseba sem, ampak se pa v isti sapi dosti bolj zavedam, da je to spet pa ena priložnost, da bomo lahko nekaj izboljšali. In se mi zdi sporočilo, predvsem za mlade, ne, ki bi se hoteli tu, bi rekel, neke kariere lotiti, kjerkoli, na financah ali pa kjerkoli, ne, da morajo to vedeti. Ne. Pri najtežjih stvareh, pa pri izkušnjah, pa pri zavrnitvah, ne, pa pri res dobrih konstruktivnih kritikah, imaš ti možnost kot oseba napredovati. Vse ostalo, ne. Te samo boža. Pa te pušča v coni komforta, pač realno. Točno tako. Bravo. Zadnje vprašanje, mogoče ne čisto zadnje, ampak zadnja tema. Rekel si že prej, partnerko ima že ful dolgo, tako da je, kaj je srčika vajnega odnosa, kaj je tu ta lim, da sta vedno še kar skupaj. Še vedno, ne. Ja, jaz rad rečem, da se mi je uresničila ena želja, si kot najstnik, vedno smo se hecali na kakih partijih, sem rekel, še bi pa enkrat imel tako v prihodnosti, tako več žensk okrog sebe, ne bi sam z eno se poročil, bi jih imel več, ne. In to dan se mi je dejansko uresničilo. Eno sem res poročil, povila je še... 2 si pa naredil, ne. 2 je še dodatno povila, tako da evo ti harem, ki si ga hotel imeti, ne. Nataša je duša dvojčica in pa po drugi strani izjemno različna. In to, kar je različnost pri njej napram meni, je v bistvu moja ekstremna dopolnitev, moj tisti glas, ko me zna večkrat zaustaviti, neka stvar ali pa glas, ko me spodbudi takrat, ko bi mogoče jaz na neki točki vnehal, izjemno karakterno, bi rekel, sva si in podobna v nekih stvareh in v drugih zelo, zelo različna. Ugotovila sva, da je ta različnost lahko prednost. Tako da valjda je bilo v začetku, preden so prišli otroci, ne, smo imeli tudi eno zelo težko preizkušnjo
ko sva skoraj v bistvu se odločila, da greva vsak svojo pot, zaradi te različnosti, pa sva si pa vendarle še dala eno priložnost, pa ugotovila, da je lahko ta različnost, ki jo imamo, ekstremno dobra. Ker enkrat bom jaz tisti glas razumel, ko jo bom nekje ven potegnil, ona drugič, enkrat bom jaz mogoče nekje okleval ali pa čustveno nekje zadevo videl, jo bo ona videla objektivno. In način, na katerega mi dva to skomuniciramo med sabo, je res fascinanten. Valjda, da pride, kje pa ne, da kaj glas povzdigneš pa uno, ne, pa ti bom jaz že pokazal, ne, skratka. Ampak večinoma pa moram odkrito priznati, je pa najna komunikacija, kar se teh nestrinjanj ali pa drugačnega pogleda na stvari, res fenomenalna. Midva sva mogla na tem odnosu partnerskem, zasebnem, res dobro delati, ker hkrati sva tudi partnerja, zdaj že 3. leto v podjetju. Ne, tako da midva sva zgoraj v spalnici, pa prijeva pa dol poslovne prostore, pa sva zelo blizu en drugmu. Jaz sicer uidem na terenu, v Ljubljano, v pisarno, vse, da ne bo pomote, ampak tudi večji del teh odločitev, kar se podjetja, inštituta in ostalih stvari tiče, tudi sprejemamo skupaj. Tako da je večkrat bil najin odnos, Jernej, zaradi tega seveda na preizkušnji, ker sva velikokrat ugotovila, da sva znala kot poslovna partnerja še mnogo bolje funkcionirati, kot zasebna partnerja, ne? Ker tam je no mercy, tam se ti moraš zmeniti brez čustev, ne? In moraš stremeti za najboljšo rešitvijo. Ne? Pri partnerstvu, ne? Pa naš ego včasih ne bo, tudi če bo videl, da je to boljša rešitev, rekel, čakaj, ne, sam zdaj ne smem, ne, sem moderne moški, ne smem popustiti. Ne? Ja, ta teorija, ki se pojavlja, neka tekmovalnost med spoloma. Ja, valjda, ne. In so se mogla res naučiti, bi rekel, kako to zadevo ločiti. In čist preprost recept sva si dala, sploh zdaj, ko so otroci, da bova znotraj delovnega dne vzela si 1,5 ure res izključno samo zase. Za naju dva ali zase? Za naju dva. Torej, zdaj, jaz imam lahko že predtem, ne vem, zjutraj, če dosti prej vstanem, imam tisti čas, ki ga imam res samo in izključno samo zase, ali pa se to potem zgodi, ne vem, pozno zvečer. Medtem ko pred samim delovnikom, nekje od 8 pa do 9:20, 9:30 je pa tisti čas, ki je izključno za naju, kjer športava, zato da v bistvu dvignemo, da ohranjava se v neki športni fizični kondiciji, to počneva strogo skupaj, kar naju seveda povezuje. Ali je to doma pred televizijo, ali je to sprehod, karkoli, in potem še vedno neka kava, čaj, obred, nekih 20 minut do pol ure, kjer poskušava en z drugim podebatirati neke stvari, ki jih lahko zjutraj sveža, dejansko veliko boljše se pogovarjava, kot pa zvečer uničena, ona od otrok, jaz od Zoomov, skratka, pridejo dnevi, kjer si res uničen in za tisto partnerstvo ti zmanjka energije. Ampak bravo za to, res. To je to, kar jaz tudi govorim dost parom, staršem, nekaj delam z otroci, rečem, prvo vprašanje je, koliko časa si vzamejo zase, pa koliko časa za svojega partnerja. Ja. In pol večinoma je. Ja. In pa rečem, there you go. To je to. Če tega ne boste dali noter, pač brez veze, da delamo na tem, kako vašega otroka nekaj izboljšati, če si ti mama cela razsipana, pa fotor cel razsipan. Pač kaj ne delamo z otroci? Ja. In to ful opažamo. Otroci so naše tako ogledalo. Jaz sem res hvaležen za to ogledalo, ko včasih se pol pogledava, pa rečeva, pa odkje se tako obnaša, ne? In pa se začneva oba dva na glas režati. Ja, valjda, odkje se tako obnaša, ne? Babica je kriva, ne vem, ja, v vrtcu je to nekdo pokazal, ne? Malo jutr, mislim, poglej, kaj si ti delal, ne, 2 uri nazaj in pol vprašaj, zakaj pa otrok tako stoji, ne? Izjemno ogledalo so in seveda, zakaj bi bila to skrivnost? Seveda sva bila tudi midva tam, kjer zaradi enormne količine dela, ne, si videl, da pol pa na koncu veš ti z otrocmi ne moreš funkcionirati in pa se vprašaš, čakaj malo, a zdaj to je to? Mislim, super, ne, fajn sicer, ne vem, da dobro delamo, ampak kaj, zdaj bo pa zaradi tega, ne vem, trpela cela družina, kje je pa tu balans, zakaj imamo pol sploh otroke? Mislim, pol brez veze, ne bi imeli otrok, pa si 24 ur v službi, pa je to, ne. Ja. In sva se kar srečevala, zato pravim, da je res izvrstna dopolnitev meni, da me je od začetka, odkar so punce prišle, opozarjala, da je super, da sledimo tej viziji, želji, poslovni karieri, vsemu super, ampak da ja, če ne bova pa čas namenila tudi družini, nama, imela nek, rečemo, miselni vzorec, kjer so ti pomembne več drugih stvari, pol je pa res vprašanje, kako in kaj. In tu si jaz moram odkrito priznati, da bi skoraj, če ne bi bilo toliko odprtih debat pa vsega,
bi skoraj ponovil mogoče napako, ki sem jo jaz kot mulc doma doživljal, ker je bil fokus v službo, pa za nas pač ni ostalo, ker takrat, ko je bil prosti čas, smo delali, je bilo treba še pomagati, še dodatno delati. Torej, zelo hitro vidiš, kako lahko neke stvari, ki si jih v otroštvu dobil kot otrok, naprej preneseš tudi kot starš. Ker pač to poznaš, to je edini način, ki veš, kako vzgajati otroke, ker si tako bil vzgajan. Pač to si dobil, nisi šel ti vmes 4 leta na faks, da bi se to učil, ampak si to dobil. In ja, z tega vidika sem res vesel, da je uspela vnesti, bi rekel, to razmejitev. In jaz sem kar precej na samem štartu, zdaj se spomnim, ker je bila ta prva punca stara 1 leta, res naredil, potem res, da ko upravljam posel, upravljam zelo profesionalno in mi ni problem, če sem v službi od 8 pa do 10 zvečer, ampak bojo pa tekom tedna, sredi dneva urnika, čas, ko ga posvetim samo otrokom, potem bo en dan, ko ne bom nič delal, pa sem spet samo z otroki, da ne govorim o vikendi, da skozi poskušam balansirati. Zakaj? Ker enostavno mi je en coach, ki je bila naša Lili, ki je zdaj stara 11 let, stara 1 leto, 10 let nazaj postavil vprašanje: Matjaž, kakšne so tvoje vrednote? Se je rekel, ja, družina, te klasične, svoboda, pa ja, pa ne vem, finance, denar, ne, valjda to delam, pa on pravi, super, pokaž mi tvoj termin koledar. Pa sem rekel, zakaj te to zanima? Pravi, ne, pokaž mi svoj termin koledar. Pa jaz odprem termin koledar, pa gre on nazaj po dnevih, pa pravijo, kje je pa tu cajt za družino? Kje imaš družino not napisano? Tu vidim ponedeljek ta sestanek, to, pol tork tole, cel dan tule, pol si tu bil teren, tu si bil na izobraževanju. Zdaj mi pa povej, komu ti lažeš. Jaz sem te vprašal, kakšne so tvoje vrednote. Ti si me na prvo mesto rekel družina, not sem tvoj termin koledar pogledal, vidim, da je 90% cajta biznis, 10% si pa šok totalno. Jaz sem temu človeku od takrat naprej toliko hvaležen, da me je res stresel sklač. To rabimo v lifeu, je res, da to rabimo. Valjda. To je ena stvar, ki dosadi tudi, pač jaz sem za dosadi tak človek v mojem življenju, okrog sebe, frendov in tako naprej, pač ki prime pa strese. Če ni udobno, zdaj, ker te pač ljudje ponavadi nimajo radi, ker to delaš, ali pa sploh, če nekdo to opazuje, ker enega stresaš, je sploh neprijetno, pa hva si ta zdaj misel. Če je on rekel družina, je rekel družina, kaj ima zdaj veze njegov koledar, razumeš, kdo si ti, da boš dvomil v njegovih besedah. Ja, pa, če ne bi to naredil, bi bilo še danes tako, Ja, valjda, in zagotovo, ker si pač omenil in vprašal za partnerstvo, zagotovo bi partnerka na neki točki rekla, meni je čisto vse za ves material in to mi še danes večkrat reče. Mi reče, le Matjaž, tu če ne je bilo nič materijala, pa imamo zadnji kos kruha, ali z vami bi rada bila. Tu pol zelo hitro v bistvu vidiš, kako je sicer pomembno imeti cilje, biti fokusiran, sploh če si na neki svoji podjetniški poti in želiš pomagati, moraš biti res traktor, motor, to ni vprašanje, res mentalno natreniran, pripravljen in samo gas. Tank, to je to. Ampak kolikrat se ti zgodi, to res odkrito povem, da je pa težko pol nazaj izklopiti, pa biti samo ata popoldan, ali pa biti samo partner zvečer, pa ne vem, uživati v nekih medsebojnih odnosih, brez skrbi, da si ti prišel iz pisarne gor z polno glavo in rukzakom, ker jaz vidim, ta velika je zdaj stara, bo 6, ona je ko indikator, ko lakmusov papir, ona prije, pa me pogleda v oči, pa reče, a ti kaj pa je narobe, pa se še, pa nikaj narobe, pravi, ja pa je, nekaj ni okej. Ona vidi, da sem jaz prišel gor z 1000 in eno drugo skrbjo in mislijo in kaj tam mail, luno, tretjo, levo, desno, ne, stop, ona hoče, da sem jaz tukaj in zdaj. Kaj je bilo včeraj, pa kaj bo jutri, ata, zdaj smo tu, Barbie, ko primi počešijo in gremo. In vesel sem, da so mi tudi poleg partnerke otroci lahko prikazali ta nek drugi del, kako zelo pomembno je, ne glede na to, kam vse smo fokusirani, pa kako drvimo, pa brzimo naprej, kar rabiš po eni strani, da se moraš znati absolutno ustaviti. In ja, zato mislim, da je partnerstvo res toliko kompatibilno. Bravo. Ja, kaj dodati, vse, ki si povedal, če si kdo delal zapiske, ima vse, kar rab od tebe. Tako da, to je bilo zadnje vprašanje. Hvala ti. Super, vem, da bi lahko govorila še ure in ure, ampak tudi medva se moramo ustaviti. Tako da,
Evo, jutr, zadnji stream, pa 3 tedne počiten za Mr. JP stream, gremo na morje, preselimo se in tako naprej. Vse te zadeve, eni življenjski premiki, rečemo temu. In potem se vrnemo nazaj. Jutr podcast na temo non-formal education, če so prej govorili o faksu, potem kaj vse si dobil, več si dobil izven faksa, ampak to je to. Tako da se veste, običajna praksa, objavite nekoga, povejte mu, da ga imate radi in se vidimo jutr. Čau, čau.